da ugasnemo urgentnost. Živimo v svetu, kjer mora biti vse takoj. In ko ugasnemo to urgentnost, odpremo prostor, da slišimo sebe. Irena Kahne. Hipnoza je v bistvu nič drugega, kot fokusirana pozornost, ki v bistvu v tebi zbudi neka čustva, kjer se ego umakne. Ne? Moj fokus je v izobraževanju novih hipnoterapevtov, ki bojo ta neka sporočila še bolj širili naprej. To, da smo v bistvu sami kreatorji svoje realnosti, svoje zunanjosti, svojih okoliščin. Ti, ko gledaš film, veš, da je to fake. Ampak ker je ta tvoj kritični ugasnen, ti dejansko verjameš, da to, kar gledaš, da je to resnično. Prišla sem v trenutek, da v bistvu nisem bila več človek, ampak sem bila neka izurjena mašina, ki je vstajala ob točno določeni uri, delala točno določeno delo, imela rutino, sedela sem v svoji kabini, imela sem tam neke vitamine, sem prav razmišljala, če bi bili to tableti za bilo kaj, kaj bi bilo, če bi spila, pa v bistvu sploh ne bi več obstajalo. A bi sploh kdo opazil? Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subskrbate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Pa rečem, saj ti si v hipnozi 100-krat na dan. Ja. S tem se aktivno ukvarjaš zdaj, ne? Veš kaj, z štalca sem ti premaknil, ker lahko fokus pobere. Tako da jo sam daj magarke levo, zraven. Še bolj, šalco. Šalco, ja. Lahko jo daš tudi. Se jo lahko tudi omaknem. Ne rabiš jo omikati. Sam me jo tam na levi strani, levi roki, pa pri majku, all good. Cool. A je dobra kavica? Nisem še popala, diši pa noro. Ja, to pa res. Da se nam sparla zdaj le tako. Ja, krvi. Že za sam začetek. Hotela sem ti reči, da Harry Potter, Lord of the Rings, Incredible Beasts, ali kva je veš, ki je tudi taka, ki so neke živali. Ja. Magnificent Beasts. Magnificent Beasts. Doskrat jaz to v hipnozah dobivam take in drugačne zgodbe. In včasih prav pomislim, kakšen tak film gledam, da je dejansko to resnično bilo nekje. Zato, ker res se včasih v hipnozi dobim kakšne take zgodbe iz nekih takih planetov, iz nekih takih civilizacij, ker rečeš, a ima človek res tako bujno domišljijo, ali pa smo res v bistvu na nek način prepotovali galaksije, civilizacije, ne vem, ni da ni. Da smo mogoče tukaj v neki izkušnji na tem planetu. Ko se pogovarjajo o hipnozi, daj mi jo opiš v svojih besedah, kaj to sploh je? Hipnoza je v bistvu nič drugega, kot fokusirana pozornost, ki v bistvu v tebi zbudi neka čustva, kjer se ego umakne. Recimo čist tipičen primer, če bi ti jaz dala kompliment, prva stvar je naš ego, ki filtrira, a boš ti ta kompliment sprejel, ali boš v bistvu pustil, da te jaz dejansko lahko pohvalim in ti sprejmeš to. In zelo dostikrat se to vidi, da rečem, sploh ženske, moške, mogoče niste to, da rečem, ful imaš danes lepo majico, ženske gremo avtomatsko, tu neka stara cunja, tako. Zelo redko v bistvu spustimo ta filter dol iz sebe. Otroci nimajo tega filtra, mi odrasli pa skozi leta spostavljamo te neke obrambne mehanizme. In ko ti recimo nekomu daš, ne vem, na svet, dej, saj si ful lepa, dej, saj si lahko pozitivna. Je ta naša predispozicija skozi učenje, moraš biti majhna, moraš biti ponižna, ne izpostavlji se, toliko prevladujoča, da v bistvu sprememba ne more vstopati. Hipnoza pa odmakne ta zastor tega ega, tega filtra. In ko jaz tebi v hipnozi rečem, ne vem, ful si postaven, ful si samozavesten, brez tega filtra avtomatsko ti začneš to verjeti. Tako kot film. V filmu, ti ko gledaš film, veš, da je to fake. Ti veš, da so to igralci, ki jih boš videl v nekem drugem filmu, ampak ker je ta tvoj, kritični ugasnen,
ti dejansko verjameš, da to, kar gledaš, da je to resnično. Ti verjameš v te besede. In to je hipnoza. Ker če ti ne bi verjel, ne bi v tebi zbudil ta čustva. Ja. Veš. Se pravi, nekako je to v bistvu biti v stanju samo prisotnosti, torej da samo je. Tako. Ja. Zdaj, kako pa človeka načeloma spravaš do tega stanja? V bistvu so določene tehnike, določeni pristopi, kjer mi toliko zamotimo ta kritični da jaz dejansko, ko dam neko določeno sugestijo, se ta sugestija lahko usede. Se pravi, so določeni pristopi, tehnike, temu v sami hipnoterapiji rečemo indukcija. To je majčkeno drugače od meditacije, ker meditacija fokusira zavest, se pravi, da si ti umirjen, fokusiran, da te določeni stresni faktorji se te ne dotaknejo. Da opazuješ preprosto misli. Hipnoza pa v bistvu deluje glih kontra. Hipnoza pa hoče zafrkniti ta analitičen ta kritičen da se ukvarja, ne vem, zakaj tam gori rdeča lučka, in medtem, ko se kritičen, analitičen ukvarja s tem, je naša podzavest odprta. Gre v bistvu, če ti čisto po domač rečem, mi skozi dan delujemo v beta možganskem valovanju. Se pravi, je naše valovanje naših možganov, frekvenca je v beta valovanju. In hipnoza deluje pa v alfi, takrat ali pa celo v teti, pa v delti. Se pravi, ko se mi toliko sprostimo, da ti ugasneš vse, kar se okoli dogaja. In recimo ti, ki si ful fokusiran, ko gledaš, ne vem, Lord of the Rings, gre lahko tvoja žena 3-krat mem, pa jo mogoče sploh ne boš zaznal. Zato, ker je tvoj fokus zelo ozko usmerjen. In to je hipnoza. Ko ti recimo pripravljaš, ne vem, tekste, ko je tvoj fokus samo v tem, te lahko nekdo nekaj vpraša, pa ne boš zaznal tega vprašanja. Se pravi, v hipnozi ti jaz ugasnem te zunanje motilce, ali kako bi temu rekla, da je tvoj fokus konkretno, ne vem, na pridobivanju samozavesti, ali pa karkoli pač je v sami hipnozi. So pa tehnike, ki jih v bistvu. Koliko časa se boš ukvarjaš s tem? Samo hipnozo 27 let. Wow. Privat, da sem pa v bistvu prav profesionalno, pa od 2011, se pravi 14. Ne vem, če bi omenjala ta leta, pa ne, se heca. Wow, to pa je nekaj izkušenj. Ja, tako da 3 leta nazaj sem tudi šolo v Sloveniji odprla, drugače sem bila pa 11 let na ladji jaz. Okay. Jaz sem šla z 18 na potniško ladjo, da grem zaslužiti za avto, in pa sem ostala 11 let. Tam sem hipnozo spoznala. Ok, daj me pel najprej mogoče pred odločitev, da greš na ladjo dela. Daj mi povej, kako je tvoje življenje izgledalo, mogoče kako si odraščala, kaj se kaj spomniš. Zakaj te je pelal na ladjo? V bistvu, to je vsak misel, da je bila neko vodilo iti na ladjo, ampak dejansko je bilo tako, da jaz sem si hotela prvoščiti avto. Kjerga? Hyundai Coupé. Okay. To je meni še danes moj sanjski avto. No in jaz sem takrat zračunala, da če bi šla kelnart, da bi v bistvu mogla 4 poletja kelnart, da bi zaslužila za polog za ta avto. In pol v bistvu smo imeli enega družinskega prijatelja, pa je rekel, pa pejt na ladjo za 4 mesece, ne, in pa boš zaslužila. No, in jaz sem v 4 mesecih zaslužila za novega Cliota. Za Coupeja še nisem imela, ampak jaz sem si novega Cliota kupila v 4 mesecih. Taka je bila razlika. Wow. Takrat mi smo imeli plačo v nemških markah proti tolarju, ne, je bila takrat konverzija noro dobra in to je bil denar. In pol v bistvu, veš, ta mladostniška preračunljivost, bi jaz temu rekla, da me je gnala, da sem šla. Nič drugega. Želja po morju pa tako. Res pa, da sem v bistvu po srednji šoli nisem vedela, kaj bi, veš, vse moje kolegice pa so medicina, pravo. Jaz pa v bistvu res nisem vedela, kaj bi počela sama sabo in sem mislila, da se bom na ladji najdla. V bistvu je bil pa to moj poguben, ker me je ladja izolirala od normalnega sveta. Ok, da me pel v ta obdobje. Se pravi, ko si začela verjetno juno navdih. Ja, v bistvu je bilo najprej ful dober. Prvi meseci so bili res zelo težki, zelo veliko sem prejokala, ker to je vojska. To je, tam ni empatije strani nobenega,
tam glavobol ne obstaja, trebuh, če te bolite, ne, mislim tako, ne, ko imamo 5 čez 100, ženske ne. svoje Ja. dneve, ne. Se pravi, tam si robot. In ali se prilagodiš temu načinu življenja, ali pa pač odnehaš. In zelo dostikrat povem to zgodbo, da sem enkrat na palubi sedela, objokana, sesuta, in mi je en šef mornarjev rekel, da kao, ti bom rekla v hrvaščini, ne, rekel, zašto plačaš, ne, pa sem rekla, ja, da mi je ful težko, ne, da pač sem dobila fugo od šefa, temu se je rekel, da si dobil fugo, pomeni, da si dobil grajo, ne. In je on meni rekel, ne brini, v željezu živiš, željezo postaneš. In jaz takrat sploh nisem razumela, kaj meni s tem hotel povedati. In pol je res v bistvu, ne, toliko se začneš prilagajati okolici, da dejansko rataš svoja okolica. In to jaz to danes v življenju vidim, ne. Ni okolica kriva, ne. Mi smo se prilagodili situaciji. Ja, se pravijo, da največjo spremembo, če želiš ustvariti neko večjo spremembo v življenju, zameni okolje. Ne? Ja. Ne moreš se pozdraviti v okolju, v katerem si zbolel. Ne. In okolje res igra izjemno vlogo. Ne? Ful. Ja. Ampak začne se pri tebi. Ja, samo povej mi, prosim, zaradi konteksta, kakšna je to ladja? Je to kaj, križarka? To so bile v bistvu potniške ladje v stilu trajektov, kakor je v Grčijo. Aha. To so bile v bistvu linije po celi Evropi, tako da to niso bile križarke, ampak so bile potniško-trajektne ladje. Ja, razumem. Ali stil Grška, ne vem, če si šel kdaj na maturanca. Ja, sem šel, na Krf smo šli. No, evo, to je to. Ja. Na taki ladji sem bila. In kaj si počela? Jaz sem šla kot stjuardesa, se pravi od pucanja WC-jev do nedani. Potem sem pa v bistvu skozi leta, bolj ko sem ratovala železo, bolj sem napredovala, ker sem bila že toliko neusmiljena in nič se me ni dotaknil, da sem dejansko prelezla v bistvu do prvega oficirja, temu se je rekel v pomorskem jeziku purser, to tudi na letalu je ta čin. In v bistvu zelo dolgo sem verjela, da če hočeš biti uspešen v življenju, moraš biti prasec, moraš biti pokvarjen. Ker z empatijo, s prijaznostjo, v bistvu ne dosežeš nič, te vsi povozijo. In ko sem dosegla ta uspeh, ne, sem v bistvu ugotovila, da sem pa zgubila sebe. Wow. A se spomniš dotičnega trenutka, obdobja, kjer si se zbudila iz iluzije, da delaš prav? Spomnim se trenutka, usedela sem v svoji kabini, in v enem trenutku imela sem tam neke vitamine, ne, in sem prav razmišljala, ne, če bi bili to tableti za bilo kaj, ne, kaj bi bilo, če bi spila, pa v bistvu sploh ne bi več obstajala. A bi sploh kdo opazil, a bi sploh kdo me pogrešal. Prišla sem v trenutek, da v bistvu nisem bila več človek. Ampak sem bila neka izurjena mašina, ki je ostajala ob točno določeni uri, delala točno določeno delo, imela rutino in enostavno bila. Jaz dostikrat rečem, jaz ne bi bila prijateljica sama sabo, s tisto verzijo sebe. Ni šans. Tudi tista verzija sebe ne bi mene danes sprejela, me ne bi videla v tej luči. In se mi zdi, da je tudi zato ta moja toliko velika potreba pomagati drugim, rasla dostikrat mogoče iz te kompenzacije, kakšna sem bila vsa tista leta. Ampak to je bil edini način, da ti na ladji preživiš. Vse v mojih očeh. Ja, rekla si 11 let. Kako 11 to pomeni časovno? Kaj si konstantno gor? Ja, jaz sem bila kar v povprečju 11 mesecev na leto na ladji. Wow. Ja, glih pomorsko knjižico sem gledala. Približno sem bila tako 14 dni doma, pa sem šla nazaj. Pa sem bila spet par mesecev, pa 14 dni, ker jaz nisem znala živeti doma. Ja. Jaz nisem znala živeti doma. A veš, meni so bili problemi mojih prijateljic banalni. Jaz nisem znala se vklopiti v pogovor nekega normalnega, živečega človeka s srčnim utripom. Meni je bilo vse, a veš, in se mi zdi, da to življenje na ladji, kjer v bistvu si ti priskrbljen za vse, ti nimaš nobenih drugih skrbi, oni poskrbijo za vse, dajo ti za jest, položnic nimaš, nič, tebi se plača usede konc meseca na račun, ti o ničemer ne skrbiš. To edini fokus je delo. In to je to, spanje, delo.
Ja, Ja. in skozi vsa ta leta, ki si delala, se je to nabiralo. Ja. Kaj te je pripeljalo do tega, da si rekla, da je dovolj? V bistvu želja, da sebe spoznam. Na kakšen način si jo, kako bi mi to ubesedila? Ja, veš, kaj bi ti rekla? Pojavlja se ena taka neizmerna velika žalost. Kot da sem v bistvu, kot da je en del mene umrl in sem po tolikih letih ugotovila, da sem mrtva. Ne? Se mi zdi, če bi to tako opisovala, ko zgubimo kakšnega ljubljenega, smo mogoče še nekaj časa v stanju nekega šoka, pol pa v bistvu ta izguba pride za nami. In jaz se mi zdi, da sem kar par let rabila, da sem spoznala, da v bistvu sem na nek način umrla. In ko je udarila ta žalost, ko je udarila v bistvu to spoznanje, kdo jaz sploh sem brez te službe? Sem nekaj zdaj pa dost. Ali ostanem doma, ali pa dejansko me bojo zaprli nekje v Idrijo, ali pa ne vem, res prideš do trenutka, ko ne vidiš tiste luči konc tunela. Enostavno je bilo zame, ali je to življenje, ali pa enostavno. Kdaj si sprejela odločitev, da nehaš in kako je to izgledalo? Sprejela sem, v bistvu moja terapija so knjigarne. In jaz obožujem knjigarne sploh v tujini, ker se mi zdi, da je ta razsežnost knjig tam na voljo v 10-kratnikih, če ne 100-kratnikih. In enkrat sem naletela na eno knjigo, se mi zdi, da sem iskala nek znak. A veš, ko v bistvu prideš do tiste točke v lifeu, ko rečeš, a mi daš lahko en znak, ne? Ko se obrneš na nekaj večjega od sebe. In takrat sem bila v knjigarni in mi je stopila pred oči ena knjiga, ki zelo heco rečem, da sem jo kupila zaradi naslovnice, ker je bil tip podoben Bruce Willisu, jaz sem big Bruce Willis fan in v bistvu sploh nisem vedela, o čem je knjiga, ampak meni je bil on tako šarmanten na tisti naslovnici in šele, ko sem prišla na ladjo, sem v bistvu ugotovila, da je knjiga o hipnozi. In ko sem začela brati, jaz v bistvu nisem mogla spustiti te knjige, res, to je bilo tako, da ne vem, če si bral knjigo o Lord of the Rings ali pa kakšno tako knjigo, ki enostavno rečeš, upam, da bom šel kmalu na WC, da bom sam eno stran prebral. No, tako sem se spočutila, jaz nisem mogla, meni je bilo grozno iti zjutraj na šiht, ker nisem bila s to knjigo in jaz sem jo požrla, dobesedno, ne. In sem začela implementirati in to je trajalo ene dober let, moje zadnje leto bivanja na ladji, ko sem jaz dejansko začela ne, to pa deluje. In ravno zanj sem omenila, da sem pozdravila na hodniku enega mornarja in je prišel kasneje do mene in je rekel, tako, hvala, ful si mi polepšala dan, pa sem nekako, kako to misliš? Je rekel, 2 meseca sva že skupaj na ladji, je rekel, niti enkrat me nisi pozdravila. Tok sem bila odsotna iz sebe, ne. In v bistvu, ko so začeli ljudje na ladji opažati, ne, kako sem v bistvu bolj v komunikaciji bila odprta, kako sem, ne vem, drugače komunicirala, ne, sem nekaj, ne, če je to samo od ene knjige, kaj jaz lahko v bistvu svojim umom še naredim, ne. In pol v bistvu druga knjiga, tretja knjiga, ko sem ostala doma, je v bistvu počel ta prvi reality check, kaj pa zdaj? Veš, prijatelji so bili vsi situirani, se pravi, vsi smo bili stari tam 29, a veš, več ali manj, eni so imeli že familije, ne, jaz sem pa kar, veš, dostikrat se hecam, če si gledal kdaj Mr. Beana, veš, on začetek ima, ko se luč prižge, pa on pade tako na pločnik. No, tako sem se spočutila, da sem kar tako padla nekam v en svet, a veš, gola in bosa in zdaj pa znajdi se. No in tako je bilo, tako da 1 let pa pol je pol še ta proces trajal in ko sem mislila, da sem se najdla, sem dobila diagnozo raka na materničnem vratu in sem do takrat v bistvu res še vedno zelo krivila svojo okolico, zelo sem še vedno gledala navzven, zakaj se to meni dogaja, zakaj, ne, in tako naprej. In takrat v bistvu se mi zdi, da so se res ti neki koraki implementiranja vseh teh tehnik
zelo obrestovali. Mm. Ne. In ko sem končno dobila otroka po težkih, ne vem, bojih, hormonskih tabletih, ni da ni, ne, pa poporodna depresija. Tako da se mi zdi, da sem imela ful enih lekcij, Mm. do trenutka, ko sem rekla, noben ni kriv za to, kjer sem. Jaz sem kriva. Mm. Ogromno ene teme. Teme. Ja. Ampak tema je bila, dokler sem se jaz zelo obračala navzven. Kako si se počutila ob tej diagnozi? Nekako, ko greš iz enega občutka, ok, zdaj počas bo pa se meni življenje postavilo, tako kot se mora, ne, in prav vesolje, nisi še tam, nisi Ne. dojela bistva, ne, in ti to vrže. Kakšen je ta obdobje izgledal zate? Grozen. Ker to je bil trenutek, ko sva se s partnerjem odločila, da pa mogoče bova delala na otroku. Mm. In jaz v bistvu sem že videla, kako sem mama. Mm. Jaz sem bila že tam in šlo je za normalen pregled pri ginekologu, in ko sem stopila noter, je ginekologinja rekla, ja, gospa Tul, sem se takrat pisala, je rekla, gospa Tul, ja, kje pa ste vi bila? Pa sem rekla, kako to mislite? Ja, lani ste imela obupne izvide, jaz sem vam poslala vabilo. In jaz enostavno to vabilo sem videla za ponovni pregled. Ne vem, o nekem tempu life sem pozabila. In jaz sem v bistvu že 1 leto imela zelo hudo diagnozo, ne, in po 1 letu v bistvu se je to tako razširilo, da bi skoraj tudi brez maternice ostala, hvala Bogu, sem imela izjemnega kirurga, ki je to operiral tako, da sem v bistvu donosila 2 zdrava otroka. Wow. Ampak res takrat v bistvu mi je življenje pokazalo, ne boš ti zbirala, kdaj ti misliš, da je čas, ne. Ampak ti bomo mi pokazali, oziroma ti bo življenje na nek način pokazalo, kdaj je pripravljeno nate, ne. In takrat sem res poznavala v bistvu, koliko enih stvari je treba na sebi narediti. Da okolica se bo prilagodila, če se jaz prilagodim. Prej ali slej se prilagodi tudi okolica. Ali se mi prilagodimo okolici, pa živimo tako, kot sem rekla, na ladji v nekem železu, ali pa dejansko rečemo, ne, želim stopiti iz te matrice in želim drugačno življenje. Ampak dostikrat se v bistvu se mi zdi, da ne zavedamo, ali pa ne, da se ne zavedamo, nismo pripravljeni spustiti toksične ljudi iz svojega življenja. Zakaj? Se mi zdi, da je to tako domače, da nam je tako udobno, ker smo tako se naučili, da smo v bistvu udobni v tem, da nas ljudje ponižujejo. Se to je žalostno slišati, ampak to je čista resnica. Ker mi mislimo, da če smo vsem ustrežljivi, da nam bo nekdo dal pohvalo, oziroma da bomo s tem vredni, če bom vsemu vse dala. V bistvu smo pa manjši, kot mravlja. Ker dejansko spoznamo, da nam noben ne bo te pohvale dal, če mi sami sebi v osnovi ne damo. Ne? Zadnjič sem slišala en stavek, nekdo te ima lahko rad toliko, kar imaš ti rad sebe. Noben te ne more imeti več rad. To mi je bilo tako, wow. Ja. To je tisti moment, ne. In če ti nimaš rad sebe, pa te tudi okolje, vesolje, karkoli to nekdo poimenuje, ne more podpreti. Dobro si rekel, prej smo se pogovarjali, otroci so ogledalo, ne, vsi naši odnosi so ogledalo. In če sebe ne cenim, bom najdla prijatelja, partnerja, ki bo samo potenciral to in mi dajal dokaze, da se jaz ne cenim. Pa bodi si je to šef, sodelavci, kdorkoli. Če jaz sebe ne maram, bo nekdo meni potenciral in mi dajal dodatne situacije, da bom jaz sama sebi dokazovala, da se ne maram. Na en lep način te življenje ne pusti naprej, dokler ne odkleneš tega. Ker se soočiti s svojo resnico, pa s sramom, pa s strahom, pa z žalostjo, je tisto, kar ti dejansko pokaže, da je tudi to okej, da moraš tudi to sprejeti in da so to samo občutki. Se mi zdi, da zdaj, hvala Bogu, vsaj v moji okolici, oziroma tudi s tem, kar jaz delam, kako se moji prijatelji obnašajo, da vse nekako me dela boljšega. Definitivno. Ampak, da sem pa sploh vedel, v katero okolje spadam, sem pa mogel ta prvi
dojeti, kdo sploh sem. A ne? Ker vedno, tako kot nazaj pomislim, vedno je bilo v meni neka taka dobrota, ne vem, kako bi temu rekel. Ja. Ampak je bila tam nek spodaj, čez je bil pa nek ego, ki je hotel biti všeč ljudem, ki je hotel zmagati v argumentih, ki je hotel bolj zbost kot unta druga, ne. Pa boh ne de, da si mi ti kaj zajebavo, ne, jaz sem tebe lahka vedno, ne. Tako da pol pač pridejo šibkejši mimi in so to zelo lep plen, zato ker te ne rabi biti strah, tako ego leži in sam pluva po njih, ne. Točno to. In ja, jaz sem ogromno v meditacijah kasneje, pa v kakšnih ritualih tega videl. Ja. In te žalosti, in tega obžalovanja, in tega zjoku pretrpel, gnusil se sam sebi, itd. Samo zato, da zdaj vem, kdo sem. Kako je pri tebi ta proces izgledal? Kako je tvoj notranji svet se začel spreminjati s vso to temo? Ja. Ful dobro si rekel z joko. Jaz se mi zdi, da 9 let na ladji nisem solze spustila. In da prvi proces, ki se zgodi, ko v bistvu veš, da znotraj tebe vse joče, pa vse kriči. Ampak ne pokažeš to, kar si omenil, bodi si zaradi sramu, ali pa da če pokažeš šibkost, da ne boš cenjen, da ne boš karkoli. In se mi zdi, da prvič, kar res spustimo, da ta tema pogleda, pa spustimo, da ta solza steče, da smo zataknjeni v neki notranjosti, iz katere ne moramo ven. Dovolj si to ranljivost, to se mi zdi, da je včasih najtežji problem. Ne, najtežji korak iti čez to, da si dovoljmo biti ranljivi, zato ker moramo izpasti, jaz imam vse poštimano, boh ne dej, da nekomu pokažeš, da si žalosten, zelo veliko je prisoten ta sram. To dostikrat zdaj omenjam in mi je ful zanimivo, kako se mi v terapijah s klienti zelo v bistvu pojavlja ta konsistenca nekega sramu. Zakaj nisi prej poiskala pomoč? Sram me je bilo priznati, da trpim. Vedno sem, da vem, sploh recimo v kakšnih ljudje, ko so na nekih višjih položajih. Ne smem pokazati, da me je komentar prizadel, zato ker, kako bi pa zgledali, da sem pa jaz taka ali pa taka. In zgubljamo pol del sebe. In ko ponavljamo te neke stvari, te neka vedenja, v bistvu mi tisti trenutek sami sebi rečemo, nisi pomembna. Da bi ti bilo mar do tebe na komentar, ki tega je nekdo rekel. Oziroma zunanji svet postane bolj pomemben kot naš notranji svet. V bistvu sploh ne vidimo razlike med njima, ker nas zanima samo zunanji. Točno to. In korak po koraku v bistvu začnemo zgubljati sebe. Ironično je pa zunanji svet odraz našega notranjega. Definitivno. In sami se po bistvu to delamo. Ja. Ful je pomembno, da včasih razumemo, da je naš zunanji svet v bistvu odgovor na vsa naša vprašanja. In če se jaz sprašujem, zakaj sem danes spet nepomembna, bo naš zunanji svet vedno nam dajal odgovore v obliki situacij, ki bojo potrjevali to nepomembnost. Če se jaz sprašujem, zakaj sem se spet potuhnila, se nisem izrazila, zakaj sem spet pustila, da je sodelavec prevzel, pa vem, da je nesposoben, ampak je samo moje besede, v bistvu v naše življenje bo prihajali ljudje, ki bojo samo potrjevali to, kar se mi sprašujemo. In naše življenje je odgovor na vprašanja, ki si jih zastavljamo. Kako pa ratati dovzeten tega? Kako ratati bolj pozoren na te stvari? Kako bi lahko vsak človek, mogoče, ki zdaj to posluša, apliciral to v svoje življenje? Zelo pomembno je, da se najprej ustavimo pa zaznamo te misli. Ker se mi zdi, da zelo hitimo čez dan, da se včasih niti na WC-ju, smešno rečeno, ne ustavimo. Ne, telefon. Greš, telefon, ali pa opraviš, pereš roke in šibaš ven. In zelo pomembno je, da v bistvu začnemo zaznavati te negativne misli. In ena super tehnika je, da recimo, ko zaznamo neko misel, ki je zelo aktivna, ki se zelo rada ponavlja, je, da jo samo
s temu rečemo, flipnemo v drugačen, če recimo jaz, ne vem, da bi začutila, boljš, da si tih, ne, zdaj smo v neki sejni sobi, boljš, da si tih, nisi pomembna, tvoj komentar ni pomemben, ne, recimo. In ko zaznamo to nekaj v sebi, da rečemo 3-krat, 5-krat ali pa 7-krat, pomembna si. 3-krat je najmanj. Zdaj, kolikor imamo več časa, da rečemo 5-krat ali pa celo 7-krat. In bolj v bistvu, ko ponavljamo te flipanje, ne vem, kako se temu slovenščini reče, da v bistvu preobrnemo to neko misel, manjkrat bo tista misel silila nazaj k nam, ker bo v bistvu misel zaznala, jo ne sprejemam, jo obrnem. Nekako to, kar te je držalo nazaj, vzameš kot edino možnost, da greš naprej. Torej je v bistvu samo trening. In ne pridejo zdaj te slabe misli, oziroma neprijetne, negativne, kakorkoli. Samo zato, da se zavedamo, ok, spet si kle, opazil sem te, zdaj te bom obrnil. Zakaj nekaterim ljudem, jaz sem imel izkušnje s takimi ljudmi, recimo imel sem izkušnjo z nekim fantom, ki ni zmogel izustati besede, 5 lepih besed vse povedati. Ko bilo je, povej mi nekaj lepega o svojih prijateljih, povej mi nekaj lepega o sebi, v čem si ti dober, kaj bi tvoji prijatelji zate rekli. Ta je bila pol še lažja, no? Ampak kaj bi ti rekel zase? Kaj so tvoje najbolj pozitivne lastnosti? Tišina. Kako je to žalostno. Rekel, fant, pa dejno, a ti moram jaz povedati. Ja, dejansko, smok v grlu, ni šlo ven. Zdajle tudi na dogodku, ki smo ga imeli, je bila ena punca, ki je rekla, da ne čuti, da si zasluži srečo v življenju, ne? In je mogla reči, zaslužim si biti srečna. Ja. Kako zabolijo take besede. Zaboli do solz. Veš, ena ful zanimiva stvar je, če bi se midva zdaj srečala, pa bi ti jaz rekla, živijo, kako je pa tebi ime? Kaj bi rekel? Živijo, Jure. Okay. Pa bi te vprašala, jaz sem pa Irena. Pa bi te vprašala, Jure, kako veš, da si Jure? Kako veš? Tako so mi dali ime. Ampak kako veš, da si Jure? Tako sem naučen. Točno moj to. umbe, ja. Točno to. Jure si samo zato, ker ti je nekdo to ime dodelil in nekdo te je tokrat poklical pod tem imenom, da si ti nekega dne v vrtcu rekel, jaz sem pa Jure. In pol si imel eno gospo na upravni enoti, ki te sploh ne pozna in ti je to tisnila na eno kartico in ti si rekel, zdaj sem pa jaz ti Jure. Ampak žalostno je pa to, ne, da se tako vtisnejo tudi nesamozavest, nevrednost in vse ostala negativna sranja, ker se poistovetimo s tem. Stvar se identiteta, ne? Točno to, ne. Ampak kako se osvobodimo vsega tega, je samo, da razumemo, da nič ni naše. Vsega smo se naučili. Vse to, kar verjamemo o sebi, je naučeno. Tako kot Jure, tako kot Irena. To ni moje. Jaz si tega imena nisem zbrala, tako kot ti ne. Nekdo drug ti ga je dal. Nekega dne se poistovetiš s tem imenom, ampak konec koncev ti se lahko jutro odločiš biti Marko. A je tako? In si od jutra naprej Marko. Tako ljudje pridejo do ene točke, ko rečeš, bolečina tega, kar nosim, je prevelika, kakor imam koristi od tega. Ena zelo zanimiva stvar je. Vsaka negativna stvar, vsaka negativna navada našega življenja je bila rešitev našega otroštva. Se pravi, če sem jaz danes ponižna, tiho, se ne izražam, je danes pri mojih 46 to problem, ker ne bom nikamor v svetu prišla. Če sem bila pa taka, kot 5-letna deklica, me je pa soseda pohvalila, pa mi je dala čokoladico vsakič,
ko sem jo pozdravila, pa je odprla vrata, Pridna. pa je ustregla, pa sem bila pridna punčka. Ne? Ta sindrom pridne punčke imamo v Sloveniji itak. Ne? Ampak hočem reči, da stvari, ki so nam v otroštvu prinašale rešitev, so danes naše težave. Če smo se mi zatekli k temu, da smo mi izrazili neko svoje mnenje, pa nas je oče kregal, pa je rekel, ma kaj ti ta mala, veš, nimaš pojma. Rešitev našega otroštva rata, bodi tiho, ne izraži svoje mnenje, ker nisi pomembna. In potem, ko se jaz v otroštvu ne izražam, oče nima več takih opaz, ker jaz pač se ne izražam, ne? Rata to moja rešitev. Ali pa ne vem, se pravi, če ne delam neumnosti, nisem kregana, nisem tepena, ne vem, takrat v mojih časih je pač to, da si dobil poriti, bilo nekaj normalnega, danes pač tega ni več, ampak se pravi, ne smem se izražati, ne smem biti kdo sem, ker če se izražam, sem kregana. In to je moja rešitev. Potem pa odraščamo in to je del nas. Ampak to pa več ni rešitev, rata problem. In enako je, če dava samo prispodobo. Duda. Plenica. Če bi mi danes hodili z Dudo v usti, ne, bi se nam ljudje verjetno smejali. Ne, tole, ta je stara baba. Na rave partiju. Ja, no, razen, okej, ne, so izjeme. Ampak hočem reči, ampak Duda je nekega dne predstavljala rešitev. Plenica je predstavljala rešitev. Ampak so določene stvari, ki jih mi nadgradimo. In če mi ne nadgrajujemo tudi naših prepričanj, ratajo naš handicap. Ampak v bistvu so v osnovi nastali v naših življenjih kot rešitev. Naša podzavest nas bo vedno branila bolečine. Vedno. Ampak nas bo pa vedno peljala k tistemu, kar je naši podzavesti znano. Ne glede na to, je to negativno ali pozitivno. Naša podzavest ne loči. Ona sam ve, Jurija je navajen. To. In potem mu furamo. Enačbe. Ja, dejansko se ustvarjajo identitete, ki nas branijo, oziroma deli nas, ne, ki delujejo takrat, ko pride situacija, v kateri se on aktivira, zato te zavaruje pred bolečino, tako kot si rekla. Ne. Ironično je pa lih bolečina tista, velikrat, ki ti da jasnosti, ki greš v ta ven iz cone udobja, radi rečemo, ampak to je nekako zelo lepo si pripeljala do tega primera, da ga lahko uporabimo. Ne. Se pravi, neka cona udobja je vedno tisto, kar ti je poznano in to ti je poznano iz otroštva, to je zakorenjeno te, tako kaj ime. Zdaj, če ti hočeš to razbiti, se moraš te prvo vprašati, a jaz sploh opazim, kje sem, zakaj se mi to spet pojavlja? A je to še res? A je to moje prepričanje še resnično? Ne? Večkrat biti skeptik do lastnega uma. Ne? Zdaj si zadev, kako spremenimo stvari, da začnemo v njih dvomiti. Dvom je v bistvu katalizator, v bistvu tista rederka, ki začne. Spomniš se trenutka, recimo, ko smo kot otroci, zdaj recimo s hčero boš zelo videl, ko do enega trenutka tako slepo verjamemo v dedka Mraza. Ne? Ampak prvič, ko nam sošolc reče, daj to tvoji starši kupijo darila, ta čarovnija ni več ista. Ko enkrat se usadi dvom v to, kar mi zelo slepo verjamemo, nič več ni isto. Prvič, ko zagledamo darila pod smrekco, ni več tisto, je bil dedek Mraz, ampak že rečemo, Bog ved, kam ste jih skrila. In ko se začne pri nas, in to si ful dobro rekel, dvom. Če se ujamem, da rečem, sem nesposobna, recimo, ne, je dovolj, da se vsak pri sebi vpraša, počakaj malo, a je to res? A je to, kar sem zdaj pomislila, resnično? Ali je samo odsev nekih mojih starih prepričanj? In potem je v bistvu zelo dobra vaja, da najdemo kontradokaze, ki potrjujejo, da to ni res. Saj sem pa to naredila, ne, tukaj sem pa uspela, nisem čisto tako nesposobna. Ne. In ta dvom je tisti prvi puš, ki te lahko res porine v preobrazbo teh notranjih saboterjev, ali kakor bi jih poimenovali. Sam hitro se bo javil glasek v tebi, ki
take ti ne pusti naprej, ne, in ti dajo dokaze, zakaj je to res. In to so zgodbe iz preteklosti, ki jih sidra nek občutek, Ja. ne, sram, obžalovanje, ponovadi sta te dva kar motna, jeza. Jeza. Ja. Ja. Kako ti, recimo, kaj si v svojem delu z različnimi ljudmi opazila, da najbolj pomaga najprej ozavestiti, da gre samo za zgodbico iz preteklosti in občutek, ki sta dve različni stvari, ki se držita skupaj zato, ker se ukvarjaš z mislijo. Kako pomagaš ljudem se osvoboditi tega, da se naredi ta možnost sploh, da sprememba vstopi? Zelo velikokrat slišim od ljudi, prebrala sem 1000 knjig, šla sem na ta tečaj, na tečaj, nič mi ni pomagal. Zelo pomembno je, da razumemo različna možganska valovanja. In ljudje oziroma otroci do 7., nekje maks 8. leta smo v alfa možganskem valovanju, teta možganskem valovanju, ki pa je hipnoza. In to je možgansko valovanje, ki je najbolj udobno za učenje. Zato rečemo, otroci so kot spužve, takrat samo srkavamo. In Bruce Lipton zelo lepo reče, pokaži mi otroka v starosti 7 let in povedal ti bom, kdo bo človek, kdo bo moški. Se pravi, obstaja teorija, da do 7., maks 8. leta razvijamo čisto vsa prepričanja o sebi, o svetu in o okolici, v kateri živimo. In potem v bistvu živimo po teh predispozicijah. Zdaj, če imamo zelo podporno okolje, se te neke stvari lahko spreminjajo. Če pa mi tonemo v neko nepodporno okolje, slabo družbo, ne vem, odsotnost staršev, ne vem, učiteljica v 3. razredu, ki ti konstantno govori, da iz tebe ne bo nič, se v bistvu te stvari, te programi do 7. leta potem samo utrjujejo. In to, kar sva se pogovarjala, ratuješ to. To ni več pol nekaj, kar si ti pridobil, ampak je to nekaj, kar ti si. In v bistvu zelo pomembno je, da ko mi beremo te knjige, da razumemo, da jih mi beremo v beti. Beta pa ni primerna za bilo kakšne spremembe. In ko mi preberemo knjigo, vse, kar smo pridobili, je novo znanje. Torej, umsko, zelo umsko. Umsko znanje. Ja. Se pravi, ne pa spremembo. In včasih se s klienti hecam, da to je enako, ko smo ženske živčne, ker imamo kuhno razmetano, naredimo generalko v spalnici, ampak kuhna je pa še vedno razmetana. Se pravi, moramo iti v stanje, kjer je nek program nastal. Se pravi, če smo mi zafrustrirani zaradi kuhne in v kuhni smo naredili kaos, moramo kuhno pospraviti. In da pridemo v status oziroma v stanje, kjer se spremembe dogajajo, je, da gremo skozi hipnozo, drug način pa je skozi ponavljanje. Naša podzavest obožuje repetition, ne? Se pravi, obožuje, da mi konstantno ponavljamo neko navado. In s tem v bistvu utrjujemo te nove nevropovezave in takrat se sprememba zgodi. Hipnoza nam da pa en tak hitrejši push, da recimo ne rabimo, ne vem, 2 meseca, da se nekaj naučimo, ampak nam naredi to prej, zato ker skozi določene tehnike mi ustvarimo to možgansko valovanje, to počasnjeno možgansko valovanje, da se te spremembe zgodijo. Okay? In če, mi že snemamo to? Ja, ok. Jaz pa kar debatiram s tabo. Ok. Hvala za kompliment. Okay. Ja. Eno vajo bi s tabo naredila za vrhunsko. foro. Če se samo mečke nagneš nazaj in te bom samo prosila, da brez razmišljanja prekrižaš roke. Okay. In samo pomisliš v bistvu, kako se počutiš v tem položaju. Ok. Ja. A si rabo razmišljati, kam bo šla kjera roka? Ne, je šlo kar avtomatsko. Okay. Zdaj pa roke obrnva. Ok? Ne? Ja. Je kar mal, jaz imam kar mal težave, ker ne vem, kam bi v bistvu. Ja, je mal čuden. In znotraj tebe je en glas, ki reče ne vrn.
Zato, ker je to nekaj, kar si v bistvu avtomatsko naredil in avtomatsko delaš vsakič, ko greš v položaj tale. Ne. In če bi ti obrnil, ne, včasih imajo ljudje, ki to delam s klienti, kar malo težavo, sploh ne ve, kam bi kjero roko vtak. A ne? Ne veš, a gre gore, Je gre ful dol. čuden občutek. Je čuden. In tako so spremembe. Ne. Ko mi hočemo neko spremembo narediti, naša podzavest reče, ne, kaj zdaj ti delaš? A jaz zdaj boš pa kar v fitness hodila? Pa ne, a ni bolj udobno doma? In ključno je tisto, ko v bistvu premostimo ta notranji glas, ki rečemo, ne, večjo korist imam od tega, da grem, ne vem, odtelovaditi, kakor da sem doma v kavču. Ker je res v bistvu naša podzavest nas vedno pelje k udobju. Tisto, kar mu je znano. In včasih je res mal ta trud, nobena sprememba ni lahka. Tudi hipnoza ni čarobna palčka. Je hitrejša pot do spremembe, ampak še vedno je na nas, da rečemo, ja, jaz si to spremembo želim. Predvsem pa si to spremembo zaslužim, ker to je največkrat največji problem, točno to, kar si rekel, ne zaslužim si uspeha. Ampak to so globoko zakorenjena neka prepričanja, ki jih mi s hipnozo zlahka identificiramo in pa spremenimo skozi določene tehnike, skozi neke čustvene procese, ko mi v bistvu doživimo tisto občutek, ko smo prvič mogoče zaznali v sebi, da nisem pomembna, moj glas ni pomemben. Ker ful zanimivo je to, Jure, da se dostikrat niti ne zavedamo, kdaj delujemo iz odraslega, kdaj delujemo pa iz otroka. Ampak že sam vedenje, da sta oba, je zelo, zelo lahko pomaga, ker ti boš vedel, a je zdaj to otrok ali odrasel, a je zdaj ta, ki hoče pač neki imeti, neki dobiti, biti viden itd. Ali je moder, ki reče, ok, a rabim itd. Ja. Shopping, sploh ženske se bo zelo identificirale pri tem, ker zelo veliko ljudi k meni prihaja v bistvu s tem money blocks, ne, v slovenščini, ko bi rekel, blokadami, obiljo, ne, predvsem nisem vredna, da bi bila bogata, nisem vredna. Ne verjamem, da sploh lahko sem. Tako, ne, in prva stvar, kar jo lahko vsi pogledamo, kako ravnam s svojim denarjem. A ravnam kot odrasla, odgovorna oseba, ali ravnam kot otrok, ko dobi žepnino, pa jo zaprav na neumnosti, na sladkarije. Bomboni, ja. In tukaj v bistvu zelo lahko pogledamo neke svoje stvari ali pa neke svoje navade skozi svoje življenje. Ne? Recimo, negativen komentar na Facebooku. Vsi, ki smo vsaj mali izpostavljeni, smo to dobili. Etko, ne? Kaj pa ta nabija, kaj pa tako, ne? In ko dobiš nek ta komentar, če nas prizadene, je dovolj, da se vprašamo, ok, a je zdaj to, če kot odrasla osebo, pa pogledam tega človeka, ki sploh ne vem, kdo je, Jože 324, ne, itak ponavadi imajo tudi take, pa si rečem, kot odrasla oseba je moja reakcija, who cares? Ampak očitno je neki prizadel v meni, nek moj otroški program, da sem jaz odreagirala prizadeto. Oziroma, da se me ta komentar dotaknil. In tako začnemo v bistvu analizirati oziroma prepoznavati programe, ki ne deluje iz našega odraslega ega, iz našega odraslega razumevanja tega. Ampak delujemo kot prizadeti otroci. Otrok, ja. Ena zanimiva stvar je ta, da ko se večkrat začneš spraševati, kako se želiš počutiti, ne? Ugotoviš, da je v bistvu to, kar ultimativno iščemo. Recimo, čisto konkreten primer zame, jaz sem si prvič 2 leti nazaj dal ultimat, da bom eno podjetje, ki ga imam zraven, ohranil pri življenju, dokler se bom počutil, da to delam z lahkoto. Da je ta proces zame lahkoten. Ne, da je to ono kategorijaš, pa če hočeš biti podjetnik, to už trpel, to už grizu steko, ga už ven pluvu, se je kdaj tako. Sem rekel, za to dotično podjetje sam, da vidim, kaj se zgodi. In dejansko, lahkotno, vodim. Pravi ljudje so prišli do mene. Taki, ki jim je pa domače to, da pa so sistemski, da so organizirani, da znajo sodelovanja sklepati na tak način in to je zdaj moja ekipa.
In zame je proces še vedno lahkoten. In vedno si ponavljam, a se počutim lahkotno, ko sprejemam odločitve. A ne? Kako se želim počutiti z ustvarjanjem tega podcasta? Ja. Želim se počutiti kot navdih, želim se počutiti kot inspiracija, želim se počutiti kot nekaj dobrega. Vsakič lahko preverim, a se še tako počutim, ker hitro odplavaš, ne, v neko igro uma, ki zelo hitro pride, a veš, več tega rabiš. Meni je všeč tvoj podcast zato, ker je tak. Meni je všeč tvoj podcast zato, ker je tak. Meni si ti všeč zato, ker si tak. Ja. In jaz sem samo tako, hvala, karkoli je, jaz vem, kdo sem, jaz vem, kje je dom. In iz tam ven ustvarjam. A ne? In vse, kar pride, načeloma se te ne more toliko dotakniti, ker ohranjaš sidro, a ne sam s sabo. Točno to. Ker, ta notranji steber. Tako, in pogoj za ta podcast, pogoj, da ga bom ustvaril, ni 100 epizod, ni 1000 epizod, ni nobene merljive situacije. Ja. Samo občutek, a sem še vedno jaz. A sem še vedno lahko svobodno, iskreno jaz. In a čutim sebe znotraj Točno tega. to. A ne? In mi je zelo odprlo, koliko dejansko ratajo neke stvari, neki cilji preprosti. Če dejansko se opominjaš občutka, ki ga želiš, da ti prenese. Veš? Ker veliko ljudi si želi Lamborghinija, ali pa ne vem, nekaj materialnega. Ja. Ko kar vprašaš, ok, v redu, kjer občutek iščeš s tem, da to imaš? A je sprejetost? A je to, da te občudujejo? A je to, da si več od mene? A je to, da pokažeš, da imaš denar? A je to, da boš puncam všeč? Kaj? Ja. A ne? Ker tisto, kar iščeš, že v bistvu imaš. Že v bistvu. Prosti, če sem bil predolg, ampak ja. Ne, jaz se čist strinjam. Za razliko od tebe, ki se sprašuješ o lahkotnosti, ne, ena izmed čudovitih, pa najlažjih tehnik je, da se vprašaš v določeni situaciji, a če zdaj se tako odločam, a sem si s tem izkazal ljubezen. A če pristanem na kavo z nekom, s katerim mi glih ni, da grem na kavo, in če rečem ja, a s to odločitvijo, a sem jaz zdaj pokazala, da sem jaz sama sebi pomembna. Ne? Tako, kot si rekel, a je to dosti lahkotno zame. In ko v bistvu se odločamo iz tega notranjega stebra, iz tega notranjega te srčike, pol se tudi življenje naše odvija v to smer. In dobivamo dokaze, to, kar sva prej govorila, odgovore dobivava iz zunanjega sveta, si vredna. Ja, deva se dotakniti še ene besede in to je jasnost. Če ti hočeš na ta način delovati, kot si ti zdaj omenila, ne, kar očitno tudi sama deluješ. V sprejemanju odločitev, torej iti na kavo, ne iti na kavo, itd. Ko se začneš te zadeve spraševati, ko začneš malo poslušati notranji del sebe, pride do ene velike zmede, do enega kaosa, do ene razdvojenosti na vseh področjih. Ja. A imam zdaj jaz prav ali on prav? A če grem na kavo s prijatelji, bo žena jezna, če ostanem z ženo, mi bojo prijatelji rekli copata. A sploh obstaja prava odločitev kle zame? Kva ne naredim? Kako lahko ljudje bolj jasno razumemo, kjer odločitev bi radi sprejeli? Ful dobro vprašanje. Jaz bi tukaj rekla, da ugasnemo urgentnost. Zelo se mi zdi, da živimo v svetu, kjer mora biti vse takoj. Če te nekdo povabi na kavo, bi bil moj nasvet, ne rabaš tako. Tudi če te nekdo kliče, a se dobiva drug teden na kavi, kje piše, da moramo mi takoj odgovoriti. In ko ugasnemo to urgentnost, se odpremo prostor, da slišimo sebe. Ker lahko rečemo, super, ful dobro, da si me poklicala, povabila, daj te pokličem čez 5 minut nazaj. Nič se ne bo zgodil v teh 5 minutah. V tistem trenutku se pa lahko vprašamo, Pišoka, a mi je do te kave, a mi ni, ne? Ali pa, a mi je, da grem, ne vem, za vikend kamorkoli, ne? Danes smo pa tako naravnani, da ko dobimo sporočilo na Messenger, imam občutek, zdaj moram pa takoj odgovoriti. Ta urgentnost se je ustvarila v našem življenju tako umetno, ampak što si o tem, da ne delujemo tako samo na maile, na sporočila, ampak tudi na sami sebi. Danes moram. Ta trenutek moram. Nič se ne bo zgodil. Če ti vzameš čas za premislek, da rečeš, ti sporočim čez 5 minut. Sam lihkle v tem času za razmislek, pa pol ti samo v bistvu lahko zaplavaš v neko borbo z lastnim umom in si še bolj zmeden. Lahko, ampak skočiš pa rečeš, grem na kavo.
Ampak se pol vprašaš, kako pa mi je bilo. Kaj pa bolj ta del, da rečeš recimo, ti želiš reči, da ne greš na kavo, ampak ne upaš si biti iskren. Tako, jaz sem pri sebi opazil včasih, da sem bil odličen v iskanju izgovorov. Tako pač, jaz sem te zmanipuliral takole. Ti me reče, greš na kavo, lih, uno pa uno se je zgodil, tako da sorry, ne morem, sam ne da bi rekel, ne grem na kavo. Zakaj moramo pravičevati? To je potrditev, da v bistvu sami sabo nismo iskreni. Vedno delujemo iz lastnega ogledala. Vedno delujemo. Se pravi, zakaj imam jaz potrebo, da ugodim nekomu, če meni do tega ni? Sej pojavljajo se take stvari z ljudmi, za katere vemo, da tista kava bo waste of time. To se ne zgodi, ko te nekdo nov povab, pa rečeš, vse nikoli ne vem, človek mi je zabaven, grem pogledat. Ampak gre se tudi za sodelovanje. Jaz pravim, ljudje imamo tako noro intuicijo, če bi samo prisluhnili. Bravo. Pa vsak lahko v svojem življenju pogleda nek posel, nek odnos, pa bo vedno rekel, čutil sem na začetku, da nekaj ni, pa sem šel. Čist preprosto sam pogledaš lahko tudi, koliko energije si porabil za sprejemanje odločitve. Takrat je intuicija v igri, je odločitev lahkotna, je lahka, takoj vemo. Takoj vemo. Kakor je ta dvom zraven, torej intuicija je bolj na strani ne. Pa se pa začnejo zgodbice. Ampak kaj če to, kaj če a me bo še pol poklical kdaj, a sem dober prijatelj zaradi tega, to me bo zajbavil, ampak to se vse vrača sami iz otroštva, kot so prej rekla. In najbolj enostavno je, da se vprašaš, če sprejmem to kavo, a se pokažem, da cenim sebe in svoj čas. In to je primarno, kako bi mogla. Primarno. In če odgovor intuitivno ne, pač rečeš, sorry, ali nimam časa, konc koncev lahko rečeš, da glih ne prezadanemo tisto stran, pa rečeš, sorry, nimam časa. Ali pa, ne bomo zdaj glih iskreni, pa rekli, zakaj ne? Ne vem, se mi zdi tako, da včasih na drugi strani obstajajo ljudje, ki niso pripravljeni še slišati čisto resnico. Imamo ljudi, ko sprejmejo, pa rečejo, vidim, v katero smer greš. Imela sem primer, ko recimo je bila ena znanka zelo jamranje. To ne deluje jamranje. Ponudiš rešitev, jo ne sprejme. Jamranje. Pridi, ti bom pomagala, pridi na hipnozo, ti bom naredila hipnozo, ni problema, ne rabiš mi nič plačati, sem prid. Ja, pa ne morem, zdaj pa ono pa tretje. In potem priješ do ene točke, ki ne glede na to, kaj rečeš, ljudje ne vidijo. Ne? Ker se ne premaknejo iz tistega svojega okvirja jamranja. Ne? In jaz vem, da če grem s tako osebo na kavo, da bo to tako črpanje energije moje, ona bo pa samo odložila name to breme, ker je rabila samo nekoga, da bo spet nekomu pojamrala. In tudi, če jaz taki osebi rečem, glej, ne grem s tabo na kavo, ker samo jamraš, taka oseba ne bo videla tega. Ker tudi, ko ji ponudiš rešitve, ne bo videla. Ti boš sam še ena stvar, kjer jamra. Tako. In pol je včasih najlažje takim osebam reči, lej, enostavno, nimam časa. Imaš pa osebe, ki pač rečeš, lej, energijsko mislim, da se ne ujemava, ali pa ne vem, kakorkoli, zdaj sva vzela to kavo, ampak lej, enostavno, zelo pomembno je, da zdaj čuvam svojo energijo, ker sem v tem in čutim, da če grem s tabo na kavo, da bom zapadla v cikl jamranja in neke negativnosti, ki jo ta trenutek ne potrebujemo v življenju. Jaz sem to doživljal, ker sem gledal kakšne reality šove z ženo mojo. In sem opazil, koliko se v meni nek ta kritik drugih, pa le kako v nas gleda, pa kva ta sploh dela, pa ta nima pojma o tem itd. In prvo sem bil tako, sem ga mal probal potisniti dol, tako, to ni lepo, to se ne dela. Pa sem mi pa tako, jaz bi ga pa rad bolj spoznal, ampak iz nekega drugega zavedanja gledati to. Veš kaj, a zdaj hočem
samozavest dvigovati, da jaz sem pa boljši kot te ljudje. Sej to, točno to, kar si rekel, ne? Ker če smo mi na tak brutalen način iskreni do drugih, vse jaz tako delujem, jaz imam občutek, da bi potem sebe povzdigala, kot da jaz vem nekaj več, kar mogoče ta oseba ne, pa ne gre se za to. Ne? In zato v bistvu včasih obstajajo te dobre laži, ko nekomu rečeš, da ta trenutek pač enostavno nimam časa. Ampak dejstvo pa je, da ga včasih res nimamo. Ja. Oziroma nimamo ga za razmetavati. In ena ključnih stvari, ki sem jaz ugotovila pri sebi, je, da sem zelo zavestna, kam dam svoj čas. To je bil en tak velik game changer v mojem življenju, ko v bistvu nisem več razmetavala s časom. Ker ugotoviš, da razmetavaš svojo življenjsko energijo in razmetavaš z deli sebe, ki ne spadajo v neke situacije, v neke lokacije, kjer pač ti ne želiš biti. Tudi eno zanimivo slišal glede tega, da v bistvu nekako, da ne bi bilo prepričanje, da je čas enota življenja, ne? Oziroma valuta življenja, ampak v bistvu ni zares čas, v bistvu je pozornost, ne? Vse, kar imamo. Ta trenutek, zdaj, v katerem sva, to je vse, kar imava. Ja, točno to. To je edina resnica, ki obstaja. In tudi, če zdaj zamiživa, čutva ta nek obstoja. Ne? Brez vseh, kar se hoče pripeti zraven, sam nek tak lep obstoj. In če ga ne cenimo, če ne razumemo, da je to, kar imamo, bomo vedno stremeli k temu, da bo to razprašeno, da bo šlo, kamor nas povleče. Ker pa ti enkrat na ta način začneš gledati, kar si zdaj ti rekla, se pravi, da si začela razpolagati svojim časom, pol pa ti to odpre čisto neko novo igro, ki se jo igraš. Spet se vračava k tisti lahkotnosti, pa izkazovanju ljubezni do sebe. Sem en dober pogovor zdaj z svojim prijateljem, zelo dobrim, Grišo. Savno sva imela, pa sva se pa zadebatirala in jaz sem se počutil tako pomirjenega po tistem pogovoru, sem mu tudi rekel. Zakaj? Ker mi je vmes eno zelo lepo lekcijo odprl. Videl je, kje sem še malo zaciklen. In sicer pogovarjala sva se o tem, kako za nekega človeka točno veš, kaj bi mogel spremeniti, da bi mu pomagal, ampak ker ne spremlja, pa ne spremlja. In mi je Griša zelo lepo rekel, spremi tudi to, Sem mi tako, kaj če ga to pripelje do samomora? Je rekel, to je pač njegova pot. Spremi jo že zdaj, preden se zgodi. In pa mi je dal še nek svoj oseben primer, ki ga ne bom razlagal, ampak zelo globok, zelo globok skozi njegovo izkušnjo. In sem bil na koncu sam hvaležen, sem bil tako, wow, Jaz sem do neke mere že razbil ta vzorc meni tega ugajalca, pomagača, vse bom rešil. Rešitelj. In sem mislil, da sem ga. Ampak me je ciklo, še vedno me je ciklo. Pustil mi je do neke točke prijeti ta rešitelj, Tako, imaš me. Trenutek nepozornosti, evo me, spet sem kle. In sem šel lahko še malo globja. In ne bi pa do tega prišel, če ne izrečeš določenih besed tudi ljudem. Pred kratkim z drugim prijateljem pogovor sem mu rekel, en del mene ti ne prvošč in bi ga rad dal ven. Tak gnoj bi rad zdaj ven spucal in sem se spucal. In pol še on. In sva ugotovila, kje v bistvu je tičal problem. Sva šla lahko razgraditi to. Na koncu sva se objela, zjokala drug drugemu. Ampak to je bila tvoja odprtost, ne? Ranljivost, tvoja zdravi. Ranljivost, točno to. Ja. Največja bolečina ene terapeutke, recimo mene, je bilo to, da ne moramo sem pomagati. Kako si se soočila? Da v bistvu sem res dojela, da pač niso vsi pripravljeni. Da ni namen. Ampak to je bilo tisto spoznanje, ko, veš, točno to, kar si rekel, ko vidiš prijatelja, ko veš, da imaš orodje, pa ko veš, da mu lahko pomagaš, pa če oseba ni pripravljena, imaš ti lahko tudi čarobno palčko. In te kliče žena njegova, ki je tudi prijatelj, pa reče, daj prosim, pogovor se z njim, prosim, tebe posluša. In pride do točke, kjer sem iz čiste pomirjenosti rekel, to pot mora sam prehoditi. Jaz mu ne bom, ko on ve, da ima mene tukaj na voljo. Jaz sem njemu to večkrat povedal. Tukaj sem zate. Ampak ta korak mora narediti on. Ker drugače ga jaz vedno pomanjšujem in mu govorim, da je z njim nekaj narobe. Točno to. In mi sebe poveličujemo. Točno in to je tisto, kar jaz ne maram in od česa se vedno odmikam.
Ne, tudi jaz z vsem znanjem, z vsemi šolami, z vsemi certifikati, jaz nisem nič več od tebe. Zato, ker je moja izkušnja, moje življenje točno tukaj, kjer mora biti zame v tem trenutku. Ti si pa na točki, kjer je ta trenutek najboljša zate. In vse, kar lahko naredimo, je, da ljudem damo prostor. Bravo. Da rečemo le, jaz se s tem ukvarjam, vkolikor boš rabila pomoč, rabila neko vodstvo, tukaj sem, ne morem te pa prisiliti. Vsi smo imeli partnerja, Jure, mogoče, ne vem, ali pa nisi imel punca v mladosti, ki so ti vsi prijatelji rekli, pa te Jure, kam gledaš, kaj razmišljaš, le kakšne pa to. Ampak kakšni smo mi takrat? Ne, pa vi ste vsi cepci, pa kako ne vidite, koliko je dobra, dokler sami ne spoznamo grenko resnico. A si imel kdaj kakšno tako situacijo? Ja, mogoče ne s punco, ampak ja. No, ali pa prijatelj, se nima veze, ampak hočem reči, ne, dokler sami ne uvidimo, dokler nismo sami siti svojega sranja, ko grdo rečen, ne bomo naredili nič v življenju. In to je v bistvu ta kruta resničnost, ko vsi mislijo, zdaj bom prišla pa na hipnozo, bom pa rešena. Pa rečem, kaj pa si pripravljena za to narediti? Ja, nič. Zato sem pa k tebi prišla, da me boš ti rešila. Ljubica, jaz te ne moram rešiti. Jaz sem lahko samo kompas, na tebi ja boš ti naredila korak ali ne. In to je to, kar včasih ljudje res pričakujejo od hipnoterapeutov, terapeutov, coachov, da bojo naredili stvari namesto njih. Jaz imam idejo za podcast. Ja, ampak če ti ne bi mikrofone, tretje, ja, noben ne bi to naredil namesto tebe. Ne? In to je tisto, v bistvu, ta kruta resničnost, ki sem jo jaz enkrat mogla dojeti, da ne moramo vsem pomagati nehati kaditi, ne moramo vsem pomagati, da so samozavestni, dokler niso sami pripravljeni ta korak narediti. Me lahko peleš malo v kakšne primere, ki si jih imela iz razloga, da mi mogoče spremembo, ki si jo nekomu pomagala narediti, opišeš in iz tega mogoče vam prije za koga lekcija. Ja. Ne bojo malo dinamični, ampak ti jih zber, verjamem, da imaš take, ki so. Najbolj me je, povedala ti bom eno tako, ker sva govorila o Lord of the Rings, eno tako izkušnjo. Pri meni je bil en fant, ki se je zapletel. Zgodbo lahko delim, ker sem ga kontaktirala, namreč v nekem navalu moje lastne notranje terapije sem v 14 dneh napisala knjigo. Ta knjiga je pač bila moj način neke notranje moje terapije. Kaj bo s to knjigo, ne vem, pač ni, to je... A si jo izdala? Ne, okay. Zdaj je napisana, ne vem pa, kaj bo. Točno to, kar si rekel, jaz nisem razmišljala o tem, izdala bom knjigo, ampak je to prišlo čez mene, da sem jaz to zavestila neke določene stvari. Hudo. In jaz imam lahko 100 certifikatov, ampak največ sem se naučila od svojih klientov. Nobena šola mi ni dala to, kar so meni moji klienti dali. In zbrala sem 15 zgodb, ki so res v bistvu v meni naredili spremembo. In točno to, kar si rekel, včasih mi lahko nekomu rečemo, pa dej bod samozavesten, pa ne bo dojel, dokler mi ne rečemo, a si slišal za Marka, veš, on je to pa to naredil in ga skozi zgodbo peljemo, kjer on mogoče to zgodbo ponotranji v sebi. No, in tako so teh 15 zgodb, jaz sem pisala vsem 15, zato lahko tudi javno delim to zgodbo tega fanta. On se je zapletel z eno poročeno žensko v zelo strastno razmerje. On je opisal to kot nekaj najbolj magičnega, kar se mu je zgodilo v življenju. Rekel je, da je bila to taka ljubezen, da jo ni več znal opisati z besedami. Punca se je odločila, da bo ostala z družino in z možem in je v bistvu razmerje prekinila. In on je 2 leti toliko trpel, on ni mogel to zbiti iz glave, predvsem iz vidika, kako je lahko ona nekaj tako močnega, tako povezavo lahko kar zavrgla. In on v bistvu ni mogel nadaljevati svojega življenja, ker je sanjal o njej, hodil je na kraje, kjer bi jo mogoče lahko srečal, se pravi, ni mogel spustiti. In prišel je k meni, da bi razumel, zakaj se je to zgodilo, kaj je bilo tisto v bistvu in kako ga je lahko zapustila, ne? Če imaš ti nekaj perfektnega, popolnega. In midva sva delala hipnozo in jaz sem ga peljala v bistvu v
prejšnje življenje, kjer sem probala v bistvu ugotoviti, iz kje izvira ta njuna vez. In šla sva v življenje, kjer je bil on en pač hlapec, navaden meščan, in jo je spoznal prvodnjaku, ki je nabirala že zelišča in zelo sta se povezala in imela sta eno tako noro ljubezensko zgodbo, kjer ga je ona učila, kako delati zelišči, zelo sta bila v bistvu povezana. Ampak je bila ona obljubljena enemu plemiču, ker so starši si s tem zagotovili, da ne bojo revni. In zmenila sta se, da se bosta dobila v potoku in ona se ni pojavila. Prišli so vojščaki in ga ubili. In on je v bistvu umrl z vero, da je ona njega izdala. In potem v bistvu sva pogledala, kaj se je dogajalo potem, in je videl, kako je ona jokala na njegovem grobu, in v bistvu je ugotovil, da ga ona ni izdala, ampak da ta mož, kateremu je bila ona obljubljena, je spoznal to nevarnost njune ljubezni in v bistvu je dal njega ubiti. In ko sta v tem nekem dušnem pogovoru se spoznavala, je ona njemu rekla, smo kar kurjopolt, ne. Noro. Prišla sem v to življenje, da te spomnim, da si zmožen ljubiti. Nisem prišla, da ostanem. Prišla sem, da te spomnim, in tudi če to pomenil, da sem ti prišla zlomiti srce. Kar je se kar pres. Lepa. In lekcija tega je bila, da niso vse ljubezni tukaj, da trajajo. Ampak so tukaj, da nas spomnejo na nekaj. Ampak če se fokusiramo na tisto in smo fiksni v to obsesijo, ne vidimo čara. In jaz sem opisala, da če bi lahko njegovo zgodbo objavila, najina terapija je bila približno leto pa pol nazaj, je rekel, da je zaročen in da čaka punčko. In mi je napisal, ker so označi, in je rekel, veš, končno bom dobil ljubezen, ki bo pa res ostala. Žensko, ne, ki bo res ostala. In on je v bistvu po najini terapiji res spustil to osebo, ker jo je začel drugače gledati, da ona ni prišla, da mu je naredila krivico. Ampak da ga res prišla spomniti, da je zmožen take ljubezni. In da ni prišla, da ostane. Ne? To je ena taka, recimo, eno tako spoznanje, ki v človeku res ozdravi neke rane. In spet to, kar sva se na začetku pogovarjala. Ne? Jaz sem se na začetku, ko so se mi take terapije začele odpirati, spraševala, je to resnično? Kakšna je to domišljija? Ampak v bistvu sem dostikrat ugotovila, da sploh ni pomembno, kaj je resnično, kaj ne. Pomembno je v to, kaj verjamemo. In če si ti verjel v Lord of the Rings in si zajokal ob prizoru, pomeni, da si ti resnično verjel, da je to točno tako, kaj je prikazano. Ful lepo si to povedala. Tudi zelo dobro ti gre pripovedovanje zgodb. Tako, jaz sem bil čist not. Okay. Ja. Se verjamem, da to pride tudi s poslom, pa vse, kar moraš ljudi voditi skozi izkušnje, ampak zelo ti gre dobro. No. Čisto sem ti hotel povedati. Ali pa recimo ena čist taka mal krajša, imela sem enega podjetnika iz Irske, bil je v Sloveniji poslovno, jaz zelo veliko tudi stojino delam in on je hotel pa osebno pridati in je priložnost se izkazala in on je v bistvu hotel ugotoviti, kako je lahko še boljši vodja. In to je bila ena taka zelo zanimiva izkušnja, on je bil zelo tak analitičen, uspešen poslovnež, ne, in sem prav rekla tako, ne, kako bom jaz zdaj z njim, ne, se bom držala neke klasike in mi je začel opisovati neko dojemanje neke civilizacije, ne, spet to je bilo en tak reality check zame, ne, da tudi nekdo, ki je zelo analitičen, lahko pusti in je opisoval, kako dojema, jaz sem mu rekla, da ne razumem, kaj mi opisuje, ker v tem njegovem svetu, v katerem se je nahajal, so bili opisi meni nerazumljivi in sem rekla, da če mi lahko v zemeljskem jeziku razloži, in je rekel, da so oni civilizacija tako kot grozdje. In sem rekla, kako to misliš tako kot grozdje? Je rekel, veš, v bistvu mi smo na peclju, ampak mi smo tako kot grozdki. In če en grozdek, ne, gnije,
ga pač mi moramo odstraniti, da ne zgnije cela civilizacija. In je zelo pomembno, da kako se jaz vedem, vplivam v bistvu na cel stebelj vseh grostkov znotraj njega. In če sem jaz dober, če sem jaz prijazen, cela ta civilizacija tako diha, ne. In ko je odprl oči, ne, sem ga zgledala, ne, in zdaj sem čakala, da bo človek mene vprašal, kako jaz interpretiram njegovo grozdje, ne, in sem se znajdla v tistem trenutku, sem rekla, kako pa vi vidite to situacijo, ker jaz nisem vedela, kaj to pomeni. In je rekel, veš, koliko je zanimivo, ne, je rekel, vodim 120 ljudi, ampak sem cel cajt bil pecelj. In sem mislil, da razumem svoje grozde. In rekel, razumem, kako bom povečal komunikacijo v svojem podjetju, to, da postanem eden izmed grozdov. Ker tako kot se jaz vedem, tako se vedejo vseh teh 120 ljudi, ki so pod mano. Ne? In to je bilo meni tako, wow. A gre vedno na vizualno? A gre vedno tvoje terapije na vizualno? Ne. Določeni ljudje zelo v bistvu na začetku tudi testiram, kdo se bolj odzove. Že način, kako se izražamo. Ne? Recimo ti bi lahko rekel, ja, veš, zanj sem videl to, ali pa ne vem, ful doskrat si predstavljam, mi dosti daješ vedeti, da si zelo vizualni tip, da lahko, da bi se pokazali kaj zelo vizualno. Večino časa gre zelo za čustvene odzive, ki se potem rekla, oblikujejo v slike. Ampak gre za občutek tiste notranje osvoboditve. In to, da ljudje določeni ne znajo vizualizirati, je spet ena laž, ki smo se jih naučili. In imam super odgovor za ljudi, ki rečejo, veš, jaz pa ne znam vizualizirati. Pa samo vprašam, ok, če bi mi ti rekel, recimo, narediva test, ne? Pa bi rekla, ok, ne znaš vizualizirati, super. Jure, povej mi, kako si danes prišel sem v studio? Ja, peš. Ja. Hodil sem tam, zavil, noter gor po stopnicah se usedel. Itek, da znam. Ja. In če rečem, predstavljaj si svoja vhodna vrata doma, pa kako iz žepa vzemaš ključe, točno mi znaš opisati, kako ti ključi izgledajo. Ja, tako. Zdaj kle imamo en problem, da imam na prste odtis. Ok, super, ampak točno veš, kam ga moraš dati, ne? Sigurno, ja, sigurno. In se pravi, da mi ne znamo vizualizirati, je samo laž, ki smo si jo mi nahranili, ni pa resnična, ker če ljudje ne bi znali vizualizirati, pa spet mogoče beseda vizualizacija je tako taka mal tabu, ne? Rečem, da si predstavljaj, se ne rabiš vizualizirati, predstavljaj si. To smo pa vsi zmožni, drugače bi bili vsi zgubljeni po ulicah. Kako jih peleš v take sfere, torej prejšnje življenje? A si imela še kakšno zgodbo, ki si nekoga pelala? Ja, teh zgodb je res mali milijon. Lahko ti povem svojo lastno zgodbo. Okay. Recimo, jaz sem v eni jaz zelo delam, ne bom rekla, da meditiram, ampak delam samo hipnozo. Razlika je v tem, da v bistvu se jaz fokusiram na distrakcije namesto na mir. Se pravi, kadar meditiramo, se mi v bistvu zelo vračamo v tišino. Ja. Kadar pa v bistvu jaz delam samo hipnozo, sem pa zelo pozorna na zunanje zvoke. Kar pomeni, da jaz svojo zavest usmeram na distrakcije, ki so okoli mene. Takrat pa v bistvu svoj notranji glas, ali kako bi temu rekla, usmerim v stvari, ki jih hočem doseči. In v eni od teh notranjih vpogledov mi je 15 let nazaj prišlo ime Ami. AMMI. Jasno se mi je to ime nekje pojavilo in jaz zelo dolgo nisem razumela, kaj to sploh pomeni, ne? Kaj je Ami, ne? A je to nek vodnik, kaj to sploh je. In včasih sem se tako malo hecala, kadar sem delala kaj za firmo, da je to neka moja osebna asistentka, ne? Ampak nek del mene, ki ne ve, kaj točen je. Sem pa se skozi življenje zelo iskala v obliki prijateljstva, ker jaz sem se skozi življenje zelo veliko selila. Zamenjala sem 3 osnovne šole, ob rojstvu sem imela eno redko bolezen in
ki je privedla do tega, da sem bila zelo veliko po bolnicah. Jaz sem 1. in 2. razred osnovne šole večinoma naredila znotraj bolnice. In že ko sem v bolnici spoznala eno prijateljico, ali je ona bila odpuščena, sem bila jaz, ne. In se pravi, konstanta mojega življenja je izguba ljudi. Ne skozi smrt, ampak ja, skozi, ne vem, že na ladji, ki si nekoga spoznal, je šel on domov in tako naprej. In ko sem v bistvu prišla do te točke, ko vem, kako voditi ljudi na to potovanje, sem izkoristila priložnost, da pa tudi jaz enkrat podam, da ugotovim, kdo ta Ami je. In izkušnja me je peljala v neko votlino, kjer se je pojavila ta esenca nečesa. Jaz sem zelo mislila, da gre za neko materinsko ljubezen, za nekaj, ne vem, ampak na koncu se je izkazalo, da v bistvu sem iskala korenine in prostor, kjer bom jaz zelo pustila nek trajno korenino. Ker tudi, če pogledava moje izobraževanja, so me peljala London, Amerika, Avstralija. Ne, tudi moja služba je v bistvu zelo povezana s tujino. In srečala sem se s to podobo, ki je bila v bistvu zgolj kot neka senca, neke svetlobe. In sporočilo, ki sem ga dobila, to pa potem gre za ta notranji glas, kako sem jaz to slišala. In ta podoba mi je rekla, da so moje bolečine, ki sem jih imela skozi življenje, niso bile namenjene samo eni prijateljici oziroma eni osebi, da bi jaz z njo to delila. Da moje srce v bistvu pripada mnogim. In da je moje poslanstvo v bistvu pomagati večjim ljudem. In da jaz sem rabila v življenju vse te ljudi, ker danes ne bi bila tukaj, kjer sem, če ne bi imela vse te padce, vse te uspehe, pa nove padce, ker to je tisto, kar me je utrjevalo, da sem danes na poti, na kateri moram biti. In da včasih moramo tudi določeno bolečino sprejeti, da nas pelje k razodetju, pelje k nekemu uspehu. In ona mi je rekla, ta podoba, da zelo dolgo sem v bistvu iskala prijateljico zunaj sebe. Da pa v bistvu je bila cel cajt v meni. In da nikoli se nisem ustavila in pogledala, da bi bila jaz lahko sama sebi najboljša prijateljica. In potem je rekla, dobro, poglej ime, Ami. Sem rekla, okej, ne razumem. Je rekla, korenine si pognala z rojstvom svoje hčere. Takrat se je v bistvu tvoja prerogba zaključila in takrat so se korenine pognale. In ko sem pogledala ime, so Ana, moja hči, Martin, moj sin, Matija, moj mož in Irena, Ami. Wow. In to se je v bistvu zgodilo vse v hipnozi, ker ime je pa z mano že 15 let. In ja, in to je bilo razodeti in se nekaj, ja, moja korenina je moja družina. Tukaj je tisto, kjer jaz dejansko spuščam. Ne. Zato pa imaš kurje poti v takih zgodbah, ampak to, jaz rečem, ja, spet, domišljija, lahko, ampak to, kar pa jaz verjamem, je pa resnično. In to, kar klienti doživijo, je resnično, ne glede na to, iz kje izhaja. In jaz res verjamem, da so naša telesa samo neko prevozno sredstvo. Ki ga ob koncu te inkarnacije zamenjamo. Tako kot avto skozi obdobje svojega življenja. In da smo več kot neka fizična telesa, ki se sprehajajo po tem planetu. In to moji klienti dokazujejo vsak dan. Wow. Jaz sem tudi pred kratkim, zdaj sem bil za vikend, sem bil na Tribe delavnici. To je v bistvu cel vikend si tam, pa imaš pol fizične napore, to je bila zdaj že se pravi, prvič sem bil, ne vem, pol leta nazaj, let nazaj skoraj, to je zdaj druga edicija, se pravi, spremenjen program, greš še globje. To sem popazila nekaj. Ja. Ful dobro, moj prijatelj to dela. Aha. Ja. Lepo. Tako da ja, v bistvu nas je bilo 10 moških, ki smo šli skupaj v to izkušnjo in pa imaš v bistvu fizičen napor, pohod z 10-kilskimi ruzaki, iščeš simbole, tako malo vojaška scena, ne? Ja. Ene 10 kilometrov narediš, ledena voda, ko da v bistvu vse, kar delaš, nekako je, vsaj moja izkušnja je bila taka, da sem probal iz nekega
stanja miru to delati, torej tudi če trpim, še zmeraj se vračam, pozornost, ostane prisoten, pej to jajca, ne si velikrat rečemo, ker tam je izvor. Ne? In dejansko je bil trening tega. No, ampak pol, v bistvu zadnji dan smo šli pa gor do enega slapa hoditi, bosi po strugi rečni, po kamnih, ja, res pristno, povezati se z naravo nazaj in potem smo imeli dihalne vaje. Take, ki jih še nisem delal, nas je vodil Luka, Turk. In v bistvu je bilo tako, da si šel čez nos not, ne, torej zelo agresivno, zelo močno in v bistvu je bilo za vsako čakro, po mojem 20-30 takih vdihov, izdihov in pol v bistvu si šel v držanje diha in skozi vsako si probal biti v občutku, prisoten itd. No in pa ta zadnji, krovni, mene malo odpele. Tako, odpele v smislu, da reka neha šumet, samo sem čist prisoten, vem, kje sem, vem, da je vse ok, ni panike, strah se ne oglaša, se v preteklosti je. Vse je good in v tistem trenutku samo pač začutim, da vprašam, zakaj imam jaz občutek, da me nekdo res varuje, da mi nekdo res pomaga. Ne? No in se začne dialog med mano in pol sem v bistvu nekako si to predstavljal kot moje vodnike tam zgori. Moje vprašanje je bilo, kdo me zares varuje in nekako nisem dobil odgovora in sem nadaljeval, sem rekel, je prababica, ne? Ko sem pomislil na njo. In je bilo ne, prababica ti je pomagala, da si se sploh odprl za to, da si sploh lahko kakle, zdaj ti pa varuje oče, a ne? Tukaj gor smo. In mi delamo zate. Mi svoje naloge tukaj gor opravljamo in uživamo v njej, tako da ne skrb. Ti imaš pa od spodaj za narediti še stvari, oziroma od spodaj, ni bilo od spodaj, ampak ti imaš pa še svoje stvari za narediti, za dokončati. In vse je v redu. To vse si zaslužiš, to vse ti je dano, ker si vreden. In predano ti bo tudi orodje, ki si ga zdaj vreden. In sem bil tako, kakšno orodje? Tišina. Pač se je vklopil, ne? Kaj zdaj to? V bistvu pol me je samo še pelal v neko generacijsko travmo med mojim očetom pa njegovim dedkom. Meni so dedek, babica in oče, po tej strani družine vsi v pol leta umrli, en za drugim. In dejansko sem videl gor, da sta zdaj povezan s tem svetom, da sta oče in dedek objeta, tako kot smo bili mi na delavnici, da nekako gre sta čez iste procese, kot gremo mi na delavnici in v bistvu, da se je s tem neka generacijska travma končno pozdravila, torej oče sina, da se je ta ljubezen naredila in da sta predelala, kar imata za predelati, ker onda dolg nista govorila, zelo stroga vzgoja je bila, moj oče je bil zelo prijeten človek, ki te je spustil bliz, ampak da si prišel bliz pa. In v bistvu sem nekako čez to interpretacijo tega začutil, da nekako točno to, kar se tudi na delavnici dogaja, to, da se moški med sabo začenjamo spodbujati, je tisto, kar je manjkalo in da je to, kar tudi celi. In pol zraven še mama, ki je bila zatirana celo življenje in ki mi je preden je umrla en teden, ki je ležala gor, mi je še rekla, da če jo imam kaj rad, in sem rekel, da mi jo imamo vsi zelo radi, res je rekla, res, in sem bil tako, kako ti ne razumeš, oziroma ne veš, da te imamo mi radi, če si naša babica. In pol vidiš šele te rane, ne, in iz tistega ven pol samo v neko spet poglobitev, v neko tako prizemljenost nazaj, čez nekim občutkom jasnosti, veš, tako jasnost. Kar je bilo, da sem si jaz to predstavljal, itek sem si predstavljal, zakaj moram jaz zdaj sam se popravičvati, da si zaslužim to, kar so mi lihkar predali. In končal se je v bistvu samo s preprosto, jaz sem hotel še nekaj vprašati, pa sem videl, da je pa sem samo hvala. In potem je bilo nazaj, kadarkoli nas najdeš, vedno smo tukaj, vedno smo s tabo, samo pejt. In neka taka izkušnja, ki si zdaj tako lepo opisovala, zato se zelo lahko povežem, ker se mi je pred kratkim zgodila. In sam sebi si poluno v napoto s tem, pa to ne more biti res, pa kvaj, a se mi je strgala, sem zblaznel, ne. Lej, it's all good. Jaz vem, kaj si je sidral. Točno to, veš, in to doskrat tudi stranke moje rečejo, da slike sploh niso bile pomembne. Pomembne, kako se je zdaj ta trenutek počutim. To je tisto, kar šteje. To čustvo, ki se rodi znotraj nas, to, kar si zdaj opisal.
to notranje vedenje. Se ni važno, so bili glasovi resnični, niso, ampak ta občutek, ga pa ti imaš, je pa tist, kar narediš šifte znotraj tebe. In to je to, kar je v bistvu bistvo vsega, da sebe spoznavamo, da imamo to jasnost, pa da nič ni izgubljeno. Nič ni izgubljeno. Včasih smo pač malo pozabili nas, ampak smo še vedno tukaj. Moramo si pa dovoliti, da se slišimo spet, da se vidimo, da se objamemo. Ko smo mi zelo dobri za naše prijatelje, zase smo pa, ali pa za otroka. Veš, doskrat mi kakšna stranka reče, nisem se postavil, zakaj pa ne? Ne vem, kot se ni, ne? Pa rečem, ok, zapri oči, dajva si predstavljati, da stoji tvoja hči in tvoj šef se dere na njo. Ne, rekla, nimam moči se postaviti zase. Ok, zapreva oči, dajva tvojo hči, greva v isti prizor, stoji tvoj šef in se tvoj šef z istimi besedami dere na njo. Kaj narediš? Rekla, gobec mu razbijam. Sem ka, a kar naenkrat imamo pa moč. Ne? Sem rekla, in zakaj to ne moreš zase narediti? Se pravi, ni da ti nimaš moči, samo si pozabila, kako to moč uporabiti zase. Za svoje ljubljene jo bomo. Zakaj misliš, da je ker ta je zelo pogosta, zelo, zelo pogosta, pa ne samo moč, tudi samozavest, prepričanje, da nekdo je pa drug dovolj dober. Zakaj toliko težko sebi, toliko lahko drugim? Naučenost. Olejo sosedova Mojca, kako pa ona, le koliko je pa ona, ne? Pa odličnjakinja, veš, Mojca pa same petke, ne? A veš, zelo veliko je bilo tega primerjanja, vsaj, ko sem jaz odraščala, ne? Zelo veliko je tizga, kako pa njej uspeva, ne? Naša je šla pa v tujino ne? A veš, enostavno se navadimo, vsi ostali so boljši od mene. To je tisto, kar se naučimo. Gre se za to, da res spoznamo, da tukaj sem, zato ker me je to nekdo naučil. Oziroma, ker sem dovolil, da verjamem nekaj, kar me je nekdo hotel naučiti. Ampak dovolj je tisto, kar sva se pogovarjala, trenutek, da se ustaviš, da rečeš, ali sem zadovoljen, trenutno, kjer sem. Ali je to ok? Bi rekla, da če bi se vsi ljudje, vsi, ki zdaj poslušajo, če bi se vprašali to večkrat, da bi že zaznali lahko neko spremembo, če jo želijo? Ja, definitivno. Definitivno. Zakaj je bilo, oprosti, sem te prekinila, zakaj je bilo toliko depresije, toliko vsega v času korone? Zato, ker smo se ustavili. Zakaj je bilo to ključitev? Ker so ljudje začeli spoznavati, da so v odnosih, v katerem mogoče niso srečni. Ker smo se ustavili, ker smo imeli trenutek spoznati svojega partnerja, imeli trenutek spoznati svoje otroke, imeli trenutek spoznati sebe. In takrat so vsi strahovi usekali ven. Ker je hrup zunanjega sveta se ustavil. Ni bila korona kriva. To. Spet, okolica, mi, ker smo do tistega trenutka delali vse, kar smo proti sebi. Animirali. Ja. In naše dojemanje določenih situacij je, kako smo predispozicionirani do tega, ker midva imava lahko isto situacijo. Se peljava, midva greva, ne vem, z avtom na sestank, imava prometno nesrečo. Naslednji dan si ti v avtu, se pelješ v službo, jaz sem 3 mesece v terapiji. Zakaj? Ne zato, ker sem jaz bila v drugem avtu ali pa sem imela drugačno izkušnjo. Isto izkušnjo sva imela. Ampak jaz definiram to, s čim sem se jaz usedla v avto. Kakšne so bile moje predispozicije, preden sem se jaz usedla v avto. In to je tisto, kar nas ne definira nas tista določena travma. Tisti nek določen trenutek definira nas, kaj smo mi do tistega trenutka v svojem življenju delali. Ne? In dostikrat se pa ljudje zapičemo, zato, ker sem imela prometno nesrečo. Ne, vprašaj se, kaj si do tiste nesreče delala na sebi in kaj si verjela o sebi.
To te definira, kako greš iz neke določene travme naprej. In dostikrat ljudje mislimo, da moramo delati na sebi takrat, ko se nam zgodi neka pizdarija v življenju. Ja. Pa ni res. Mi moramo na sebi delati, da takrat, ko se zgodi neka taka stvar, da znamo iz te stvari splavati. Da se ti naslednji dan lahko usedeš naprej v avto in peleš. Ne, da te ena taka stvar zaznamuje, za 3 mesece ohromi, za 2 leti in tako naprej. Ampak da biti še malo bolj natančna z besedami, malo bolj integritativna, če sploh ta beseda obstaja. Delo na sebi. Ja. Kaj to pomeni? Delo na sebi pomeni ustavce. Ustavce. Vprašati se vsake tok časa, a sem okej? A to, kar delam, a pele k nekemu mojemu notranjemu zadovoljstvu? Kje furam neko zgodbo, v kateri sem zataknjen, pa ne stopam iz nje? Na katerem vrtiljaku sedim, ki bi mogel stopati dol že 10 let nazaj? Ustavce. Pisati stvari. To je včasih tako smešno, kar rečem kakšnemu klientu, zanj sem imel enega 60-letnega gospoda, sem rekla, gospod, čas je, da začneva dnevnik pisati, kako to mislite? Ja, točno tako. Ne? Dajmo napisati, točno to, dajmo štartati, kaj ti je všeč na sebi. Nekaj začnemo, sej, dostikrat ljudje mislijo, delo na sebi zahteva, ne vem, tečaj, da grem za 1 mesec v Indijo meditirati v tišino. Ja, ne. Delo na sebi je, da si vzameš čas, pa se pogledaš, pa rečeš, a sem zadovoljen do tega trenutka, kaj sem ustvaril, pa kako se počutim. Dostikrat vidim uspešne ljudi, pri sebi na kavču, pa sem malo tisto intimidated, ker ne vem, vidim nekoga, ki ima marsikaj, ne? Pa polko vprašam, kako se pa počutite, se pa zlomijo. Ker dostikrat se ljudje zelo poistovetimo, saj sem pa to ustvaril, ampak kdo si pa ti kot oseba? In takrat vidimo v bistvu, da nas žene neka zunanja sila in se premalkrat ustavimo, da rečemo, pa sem zadovoljen s tem, kar sem ustvaril. Sploh pri kakšnemu moškemu je ta travma dokazovanje očetu, ne? Da si dosti dober, se lahko ustvari in izoblikuje na ven v obliki milijonskih podjetij. Takole rata, easy rata. Ampak še zmeri pa je iz nekega področja neke travme, ki je, a zdaj je dost, a zdaj je dost, a zdaj je dost, ne? In nikoli ni dost. In lahko ustvarja ne vem kakšne stvari, pa še zmeri pol pridejo, pa se zlomijo, tako kot si rekla, ne? Zdaj je bila ena zgodba, osebno ne poznam fanta, se veš, scrollaš po TikToku, socialnih omrežjih, samomor enega fanta, ki je bil očitno zelo uspešen v Sloveniji, zelo veliko nekih videov sem naletela o njemu, dobri avti, očitno je zelo velika uspešna podjetja in sem brala malo komentarje, ne, in mi je bilo prav zanimivo, ker so bili komentarji v bistvu, zakaj je to naredil, če je imel pa vse. Te komentarji so itak. Ja, ampak tako v bistvu nam kaže, kako ljudje razmišljamo. Ne? Imel je vse, zakaj je to naredil, ne? Pa se mogo tudi jaz, ne, če je tako. Ne? Ampak jaz pa rečem, Robin Williams, igralec, ki sem ga jaz to oboževala. Na vidi si imel vse. Ne? Jim Carrey zelo veliko je govoril o svoji depresiji. Ne? Imaš vse, navidezno je to vse. Ampak, kje sem pa jaz? Kje sem pa jaz v tem svetu iger, kjer sem zabavljač za vse ostale, nase pa pozabaš. Zato je za vse, ki poslušajo, ustavite se. Delo na sebi ne rab pol ure na dan, rab pa 5 minut tvoje prisotnosti in tvojega pogleda noter, da rečeš, ali pa sam to lažba. Ja, in zanimivo je, kako lahko lastna izkušnja. Drugače si zelo lepo eno iztočnico povedala, se strinjam 100%, tišina, gledati v steno, karkoli, sam pač se začutiti, opazovati. Ja. Kar se je meni začelo dogajati, sploh, ko sem šel globi in globi v neki
družbi, skupini ljudi, ki so, Ja. a ne, res aktivno se s tem ukvarjajo. Mm. Sem začel en ogromen strah čutiti, ker sem je, kada se si zig začutila, kada se ti realnost zamena, ni več isto. Tako, Ni več isto. v sekundi si tako, čak, prej ni bilo tako, z drugačnega zornega kota gledam, drugačno realnost vidim, bolj sem senzoričen, bolj sem odprt. Ja. Kva se dogaja, jaz nočem tega, zgubil bom ta trenutek, ki te da. Ne? Sam s to, da sem dojel, da sem takrat bolj jaz, Mhm. da je takrat v bistvu večji mir, da je takrat Ja. hrček gor neha delati in da Mm. v bistvu glasen je bil samo še ta del, ki ni verjel, Mm. ta del, ki ga je bilo strah, Ja. ne? Ki ga je bilo strah, da se bo zgubil v Mm. trenutku. In Točno ja, to. skozi savne, tamaskale, Mm. ledeno vodo, psilicibin, THC, Mm. take zadeve, ki sem jih enkrat razumel, da jih moram se začeti učiti uporabljati kot Ja. medicino Ja. in kot nekaj, s čimer bom šel globje v strah. V sebe, tako. A ne? Tako. Šele takrat se mi je pol začel res konkretno odpirati in sem lahko videl, zdaj na zadnje, ko sem bil v taki izkušnji za ta vikend, iz kakšnega miru jaz to lahko vse doživljam. A ne? Mhm. In ja, prideš ven, vidiš prijatelja, dve besede se izrečeta, solze, Ja. noter, tolčeš po tleh, jeza, dereš se, vse je v Mm. redu, iz miru prihaja, ampak nekaj mora ven. Nekaj A ne? mora ven. Ja. In veliko ljudi pa to To sam je- nalaga in sploh ne razumejo, da če naredijo ta prvi preboj, da se vprašajo, kje sem, kaj delam, Kje sem? da je to samo ena lupinca in da pol čaka še veliko Ja. enega dela. a ne. Ampak če Ja. greš enkrat na to pot, ko greš enkrat na to pot, mislim, da je Eckhart Tolle ali kdo je rekel, ali Sadhguru, poti nazaj več ni, ker se Ne. enkrat zbudiš. a Ne? Ne. Ne moreš biti nazaj ignoranten do vsega tega. a ne. Točno to. Ja. Točno to. In obstaja en zelo dober pregovor, ne moramo vzeti kredit za njega, iskreno pa ne vem, kdo ga je rekel. Every emotion that is not expressed, either in tears or anger, makes one of the organs weep. Torej, za vsak neizražen občutek, tudi če je to jeza, tudi če je to žalost, Ki zaradi ga ne- tega ja. občutka je eden izmed organov joče. Začne jokati. Ja. In tukaj Ja. se rojevajo bolezni, Ja. vse možne stvari. In solze so zelo pomembne. Ne? Solze so zelo pomembne, ker s tem se čistimo. Ne? Ker gre se za to, da gre za akt, da si mi dovolimo to čutiti, da gre to ven. Ne? In ta pregovor je res tako. Lep. In vsakeč, ko se ujamem v trenutku, ko ne izrazim sebe, rečem, aha, ok, glej, ker sem zadala solzo enemu od mojih notranjih organov, izrazim se. Ko včasih je tako, zelo dobro si rekel, včasih ne moramo ljudem povedati nekaj, kar nas mori. Ne? Da držimo nekaj v sebi. Napiš. Ne gre se za to, da mi moramo nekoga drugega prizadeti, da izrazimo sebe. Ampak lahko pa napišemo. Pomembno je, da damo ven iz sebe. Akt pisanja je zelo pomemben. Točno to, če se vračam na začetek, je to, da v bistvu piše, roka upravlja z roko. Ne? Ampak besede, ki jih pa mi izgovarjamo znotraj sebe, prihajajo pa iz podzavesti. In akt pisanja z roko je veliko močnejši, kot če nekaj tipkamo. Ne? Ker v bistvu zavestno delamo gibe. In takrat v bistvu se praznimo. In če nekomu ne moramo povedati, da smo na njega jezni, bo že ful pomagal, če napišemo. Ne rabimo niti mu dati tega pisma, ampak da grejo stvari ven iz sebe, da ta notranji dialog preselimo ven. Da včasih tudi udarimo v polšter, pa damo neko jezo ven iz sebe. Ampak pomembno je, da gre čez telo ven, da gre iz telesa, Ja. da cepetamo, da kričimo konc koncev. Ja, Ampak da gre ven, da ne govtamo tega gneva, vsega tega, Ja. kar je. Doskrat moje stranke po seansi hipnoze mi naslednji dan rečejo, ful me grlo praska. Rečem, ja, seveda, ker si tokrat pogoltnila, namesto da bi se izrazila, in telo nam vedno pokaže. Vedno. Telo ne moramo preresičati. Obstaja ena ful dobra vaja, ko v bistvu telo vedno govori resnico. Si slišal za ta muscle testing? Ne. V bistvu, če smo v svoji resnici,
smo zelo močni. Ne? Zdaj, mal mi predaleč stojiš, da bi ti pokazala, ampak recimo, če bi stegnil roko, ne vem, če bova probala, in recimo, če bi ti zdaj izgovarjal, kako je ime tvojih hčeri? Irina, no? In bi rekel, rad imam Irino. Jaz bom pa probala tvojo roko, ti pa probi se opreti mojemu pritisku dol, ok? Si kar močen, ok? Je tako? Zdaj boš pa govoril, obožujem, kadar bruham. Obožujem, kadar bruham. Noro. Okay? Se pravi, kadar smo v svoji moči, ne? Recimo, in tudi če bi ti zdaj rekel, sem samozavesten, ne? Ali pa sem dober oče, ne? Bi bila tvoja roka zelo močna. In enako velja recimo tudi za določene napitke. Recimo tale kava bi bila verjetno zelo šibka. In to je te moč naše podzavesti. Če bi jaz držala tole kavo v roki, ki ima verjetno zelo veliko cukra, bi bila moja roka zelo šibka. Če pa bi držala vodo, to testiri s prijatelji, to je ena taka ful zanimiva stvar, recimo na nekih zabavah. Če držijo fantje per, pa takole držijo, ne, jaz lahko z 2 prsti mu roko porinem dol. Pa dam vodo, se pa lahko včasih z 2 rokami obesem na roko, jo ne morem dol spustiti. Wow. To pomeni, da je naše telo čisti izvor resnice in ga nikoli ne moramo prelesičati. Tudi če mi govorimo nekaj, pa rečemo, ne vem, ta kava je dobra zame, ne, bo moja roka zelo šibka. Ker predispozicija znotraj mene, se pravi program, ki je ve, da je tukaj toliko veliko sladkorja in vsega, da v bistvu nas to ošibki. In kaj pa je, zakaj sem ti to povedala? Zato, ker tudi naše misli tako delujejo. In če mi o sebi govorimo, nisem pomembna, bodi majhna, je naše telo šibko. In ko mi šibkimo svoje telo skozi leta in leta, pridejo bolezni. Pridejo izzivi, pridejo takšni in drugačni problemi v naše življenje. Zato, ker telo pa nikoli ne laže. To si zelo lepo povedala. Kako si se že izrazila, nekaj resnice si uporabila, pa telo? V bistvu telo je odraz naše notranje resnice. Telo je odraz naše notranje resnice. Wow. V bistvu telo nam da vedeti, kaj je res, pa kaj ni res. Ker to je naša povezava z zunanjim svetom, v bistvu edina, ki jo imamo. Ja. In bolj, ko zanikamo sebe, ne, bolj sebe šibkimo. Ne moramo biti v tem notranjem stebru, v tej notranji moči. Ne moreš biti. Ko si pa prisoten, si pa močen. Mi delamo na tečajih tudi, veš, da ljudje stojijo, pa jih povlečem jaz za roko, pa rečem, imeli smo enega fanta na tečaju, tak zelo visok, močen, ne, pa sem rekla, govori, jaz sem ljubka roza balerina, ne. In sem rekla, ampak upri se, da te bom jaz potegnila gor, jaz sem ljubka balerina, ne. In se ga jaz takole potegnila, ne moreš stati, ne moreš biti v moči, ko govoriš take stvari, ki ne rezonirajo s tabo. Pol je pa rekel, jaz sem postaven, močen moški, ne? Sem ga pa v bistvu z 2 rokami vlekla, pa ga nisem mogla premakniti. In mi smo največja tarča takrat, ko smo najbolj šibki. Takrat smo najbolj odprti programiranju. Znanjosti, vsega. Ne? Zato tudi po eni strani se nova šla v teorijo zarote, nič bat, ampak po eni strani tudi, če pogledamo nekak zahodnjaški način življenja, ne? Pa za vso to hitro hrano, pa ne rabiš niti do trgovine iti, pa ne rabiš na fitness hoditi, tle imaš program, ga boš doma delal, ki ga itak ne boš delal, sam ne se premikati, sam bod tle, ki si, glej to, ki ti mi kažemo, jej to, ki ti mi rečemo, pa bo vse v redu, pa boš varen, ne, mi te bomo že zaščitili, nič bata, ne, da se tega izogneš, pa greš v mal napora, sploh moški, a ne, moški, mi rabimo delati z rokami, mi rabimo napor, mi rabimo fizično čutiti, kje smo, da lahko si dokažemo, kam lahko zmoremo prideti, a ne? Da smo sposobni biti stabilni, da smo sposobni jokati, da smo sposobni držati prijatelju prostor, ki se rab izraziti, da nam lahko eno faco reče, da si idiot, pa se ne boš na to uprl, pa nazaj začel. Točno to. Okay, v redu je. In zato jaz toliko cenim to, recimo s Tribom, ki imamo Tribe delavnice, ne.
to je soba, 10 tipov noter, vsak svojo zgodbo, vsak Vsako neko svoje ranljivosti, konec svojo koncev. ranljivost, Ja. veš, in ko pride tam ven, in jaz sem to fantom na koncu rekel, občudujem, kako je energija na dvojki drugačna od enke, koliko ste naredili na sebi. Z veseljem sedim v isti sobi z ljudmi, ki delajo na sebi, zato ker to je toliko drugače, to je vse toliko lažje. Pa pridejo ven krute stvari, jih folk pove, krute stvari, pa še zmeri, pustiš, tih si, ne prepenjaš se, ne upravičuješ, ne govoriš mu narobe, prav, tih si, pustiš človeka, ki je tam zato, da to dela, da to odpre, da svoje naredi, ampak energetsko lahko toliko drugim ljudem pomagamo, če se sam zavedamo, da ni point obsojevanja, ni point imeti mnenja, point je včasih biti tih, pa samo držati prostor, samo energetsko spodbujati človeka. In se mi zdi, da sploh pri moških rabimo več nekega razbijanja teh barikad, sploh na začetku. Zdaj, če bi tako na prvi uč rekel, pa predvideval bi rekel, da moški, ki pridejo k tebi, ali pa ženske, ki pridejo k tebi, je to popolnoma druga izkušnja zate. Ja. To bo zdaj tako zvenelo, pa ne, da obožujem svoje ženske kliente, ampak tako, ko je pa moški predan procesu, pa ženske redko kdaj smo. Ker moški, ki se odloči delati na sebi, pride brez izgovorov. Ženska, določene, ne govorimo vse, ko pa pridemo, ima pa še vedno zelo veliko nekih izgovorov. In jaz to obožujem, kadar mi pride na vrata moški klient, ki reče, pripravljen sem na spremembo. Jaz vem, da imam rezultat zagotovljen. Točno to. Ko je on prišel že do mojih vrat, jaz vem, da je že on naredil 20 korakov. Tisto, kar midva narediva v hipnozi, je pol sam še smetana. Ženske zelo veliko delamo na sebi, ampak zelo malo naredimo na sebi. Močna. Zelo rade smo zasedene. Ful delam, ful sem zaposlena, ful sem zasedena. Koliko si pa dejansko naredila? Zato pravim, da včasih imamo res predstavo, zdaj moram iti pa na to delavnico, pa moram to, pa moram tist. Pa včasih vprašam stranko, kaj pa si naredila iz vsega tega? Kaj zdaj drugače? Ja, nič, ker si se vrnila v isto okolje, v iste položaje, v ista prepričanja, kaj si aktivno na dnevnem nivoju naredila. Pa nič. In zato pa rabimo novo delavnico, pa drugo delavnico, pa tretjo delavnico, zato ker v vmesnem času, pa ne, zato ker preložimo odgovornost na nekoga drugega. To je tako, da bi jaz plačala fitness trenerja, pa ne bi nič naredila, pa bi pa rekla, lej, ti si en za nič trener. Ko plačala sem ti, in kje so rezultati? Kje zdaj, Ja, ni, ne, je ful namen. Ful namen. In zelo dobro si tudi to hrano omenil. Učijo nas, da je hrana tolažba. Kaj vidimo v filmih? Fant jo pusti, gre v skrinjo po sladoled. Včasih se malo jezim na fitness trenerje, tako če bo kakšen fitness trener poslušal, ker rečejo, ja, če se boš pa 14 dni pridno držala, imaš pa lahko cheat meal. In to me včasih ful jezi. Zakaj bi se mogla nagraditi z junk hrano? Zakaj nas vsi učijo, da je junk hrana nagrada? A ni to zanimivo, ne? Če boš pa ta teden pridna, bova pa kupile kinder jajček, ne vem. Ja, ne gre se sploh za spreminjanje nekega prepričanja ali pa sistema vse, gre se za disciplino in pol, ker si bil priden, si se drži discipline, zdaj lahko pač narediš kontra. Ja, ampak gre se za to, da v bistvu kaj pa mi v podzavesti ustvarjamo, je prepričanje, to je nagrada. Ja, vse delaš pol za nagrado. Za nagrado, ne. Dajmo reči, ne, tisti, ki ste fitness trenerji, dajte neko drugo nagrado varovancem. Dajte jim zastonj trening. Dajte jim zastonj trening. Glej, če pa boš v 3 mesecih dosegla rezultat, ki sva si ga zadala, imaš 1 mesec, en mesec, ampak rečemo, en teden trenirava zastonj. Ne bo to nagrada. Ampak nas vsi učijo, ne, če pogledaš, vse je tako narejen, da nas vabi, ne, McDonald's, Happy Meal.
imena so, ne, pol pa oni so Hershey's čokoladkine. It feels like a hug. Vse marketing. Mislim, to je Zahod, Vse ja, pa marketing, način to si marketinga rekel, je teorija noro, zarote. ne. Ja, Vse ja. marketing. Itak. In bolj, ko je naš kor šibek, o tem, kar smo se pogovarjali, bolj smo dojemljivi za vsa ta programiranja. Takrat verjamemo vse. Kaj te čaka v prihodnosti? Kje je tvoj fokus? Kam želiš iti? Kje bi rada gradila? Kaj bi rada dala? V bistvu je moj fokus še vedno tukaj, kjer je, da ljudem pomagam, da se spomnejo, kdo so v resnici in da se v bistvu spomnejo, da so močni, da so samozavestni, da so mogoče v ta trenutek sem na to mal pozabili. In to je hipnoza. Da se spomnimo, da vse to smo že imeli. Samo smo pa skozi življenje in skozi izzive pozabili na to. Lepo. Moj fokus je v izobraževanju novih hipnoterapevtov oziroma praktikov, ki bojo ta neka sporočila še bolj širili naprej, da se bo ozaveščalo to, da smo v bistvu sami kreatorji svoje realnosti, svoje zunanjosti, svojih okoliščin, da nič v bistvu življenje ne dela nam, ampak da v bistvu nas uči, kako se mi lahko prilagodimo, oziroma da mi smo tisti, ki lahko spremenimo te okoliščine. Ne? Dela za nas. Dela za nas, tako, ne. Življenje dela za nas. Tako da jaz neskončno uživam res v tem, kar počnem in res bi rada v bistvu, da čim več se nas ozavest, da nismo žrtve, ampak da imamo čisto vsa orodja znotraj nas, da se premaknemo iz bilo kakšne cone je. In predvsem je sporočilo, ki bi ga rada predala, vprašaj za pomoč, če rabaš. Ni nobenega sramu v tem, da rečeš, ne morem. Ne zmorem. Ne vem kako. Ne vem kako. Ja, ful lepo. Tukaj je te brezplačne pomoči tudi zunaj. Jaz skozi svoje video vsebine na YouTubu, zelo veliko imam otroških meditacij, otroke zelo spodbujam, da skozi zgodbice gradijo te notranje svetove. Ne rabaš imeti 1000 evrov, da greš k nekomu. Imaš vse. Vse imaš. Na YouTubu imaš vse. Sam začni. Plačljivi programi so dostikrat tista nadgradnja. Ampak začni. Ta trenutek, da se odločiš, sita sem svojega sranja, hočem drugačno življenje. Tukaj se začne. Vse se začne z eno samo odločitvijo. Da je dost. Bravo. Bomo od spodaj dal, boš mi poslala linke do profilov, do spletne strani, tako da tisti, ki boste hoteli kaj več o Ireni izvedeti, boste imeli spodaj ali pa kontaktirati. Velik počaščen sem, koliko gostov, z veseljem, počaščen sem, koliko gostov mi potem po epizodah reče, koliko ljudi se je obrnil na njih. Cenim to zaupanje. No, lepo. Cenim, da tudi vi cenite moje zaupanje, da ti ceniš moje zaupanje, veliko mi to pomeni. In zanima me samo še, kako se počutiš zdaj. Ja, ful dober, vidiš, da sploh vedela nisem, da snemam. Jaz sem mislila, da smo v pogovoru. Ful mi je bilo lepo vodeno, sproščeno, tako da lepo. Jaz imam zelo rada dobre pogovore, kar verjetno se pri meni vidi. Zelo ne maram nekih plitkih, površinskih debat. In ko nekdo tako se odpre takemu pogovoru, se mi zdi, da tudi jaz lažje dam iz globine sebe, kakor da ti razlagamo nekih površinskih, kaj hipnoza je in definicije nekih stvari. Tako da hvala ti, da si odprl ta prostor, pa da si bil pripravljen prisluhniti tej globini. Z veseljem. No. A sem povedal ime? Nisem. Irena Kahne. Ja. Hvala ti. Malenkost, hvala tebi. Si dober.